Ko sem te prvič videla, si mi šel grozno na živce. Ampak si me naučil, da ne sodim naprej. Ne da me je Camino pozdravil, jaz sem še bolj razštelana prišla domov. Ne? Še bolj mi je bilo vse, ne vem, brez smisla, kaj delam na tem svetu, groza. Šla si na Camino in takoj po Caminu napisala knjigo, v kateri si delila spolno zlorabo. Drži. Kako je bilo predelati na Caminu takšno zgodbo? Jaz sem samo odprla to rano spolnih zlorab. Jaz nisem predelala. To je bila še dolga pot do predelati, za te pa sem pa prvič odprla. Jaz sem res verjela, sem edina na tem svetu, da se mi je taka situacija zgodila pri teh letih, ne? Ker o tem pač javno ne govorimo. To je bil res preživetven nivo, kaj naj jaz še naredim, da lahko jutri živim, ne? Jaz sem vedela, nekaj moram zdaj narediti. Jaz sem takrat zares začutila, da je meni pisanje način terapije. Kot da bi vas ti gnus, grdobijo, krivdo prelila na papir pa dala v svet. Mimogrede, to je tudi ena izmed terapevtskih tehnik, ko rečemo otroku, ki ga je strah, ne strah nariše, ali pa kadarkoli nekdo da ven iz svoje glave na papir ali pa na nek drugi medij, se s tem lahko olajša, ne glede na to, če komu to pokaže ali pa ne. In to je rizično dati nekaj tazga ven. Ljudem jasno pokažeš, tle sem najživkejši, ne. Jaz nisem vedela, kaj bo nazaj prišel bumerang, ne. Prišel pa je. Prišel je, nepričakovano. Je bila to tista ključna, glavna knjiga, ki jo imaš ti v sebi, ali misliš, da imaš več kot eno knjigo, ki jo lahko daš svetu? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Petra Škarja, podjetnica, založnica in tudi pisateljica, ki poleg svojih knjig pomaga tudi drugim napisati knjigo. Petra, dobrodošla. Hvala. Šla si na Camino in takoj po Caminu napisala knjigo, v kateri si delila spolno zlorabo. Drži. Kako je bilo predelati na Caminu takšno zgodbo? To je tvoje področje, Aleksander, ja, naporno, ampak jaz sem takrat zares začutila, da je meni pisanje način terapije. Da je to, kada nekako nisem znala ven iz sebe dati na drugačen način, kot prek pisane besede. In če bi slikovito opisala, je to tako, ko sem jaz pisala, kot da bi vas ti gnus, grdobijo, krivdo, vsako vseb nosiš, kar so dokaj tipične zadeve, ne, posledice spolnih zlorab, kada sem jaz to prelila na papir pa dala v svet, ne gre tistim, ki to pripada. In mi je neskončno pomagalo, da sem tako dala ven, da sem dala v knjigo in v svet. Mimogrede, to je tudi ena izmed terapevtskih tehnik, ko rečemo otroku, ki ga je strah, ne strah nariše, ali pa kadarkoli nekdo da ven iz svoje glave na papir ali pa na nek drugi medij, se s tem lahko olajša, ne glede na to, če komu to pokaže ali pa ne. Knjiga je postala tudi potem uspešnica. Drži. Kaj misliš, da je v knjigi tako zanimivega, dragocenega, da je ljudi to privlačilo? Še kaj zanimivo, pred to knjigo sem jaz vedno govorila, koliko je pomenilo, da imaš ti močen marketing, podjetnost, podjetništvo, da promoviraš oglasi, da res narediš iz knjige bestseller, ne? In sem še govorila, lej, se ni tako pomembno vsebina, kakor je, kako ti pristopaš, kako ti to reklamiraš in prodajaš. Pa prišla pa ta knjiga in to sem pa res dala ven zelo potiho. Niti ene predstavitve nisem imela, ušla sem za en mesec v tujino, ko sem dala knjigo ven. Mislim, da kar nekaj let nisem predstavljala knjige nikjer, samo dala sem jo na trg. In ta knjiga mi je pa pokazala, da ni res, ne, bralci niso neumni. Bralci vejo, kaj je kvalitetna vsebina in kaj jih premakne. In če imaš ti kvalitetno vsebino, saj moraš mačka narediti, da zvejo zate, ampak potem bo knjiga dobila neko svojo življenjsko dobo. In ta se še danes, po skoraj 10 let tega, se še kar prodaja, ne. In jaz verjamem, zdaj, to je mogoče moja iluzija, ampak mislim, da tista res brutalna iskrenost, taka res pristna iskrenost. Ne ono, ko reče, mi je bilo težko, ampak jaz sem pa zdaj zmagovalec, ne. Ampak taka res iskrenost, ko rečeš, ne vem, kaj ne naredim, ne, taka boleča. Tu se ljudi dotakne. Ti začutiš pisatelja. Ti, ko bereš, verjamem, da če si nekako senzibilen, čutiš občutke tega avtorja. Saj sem not pa tudi uporabila, ne, Aleksander, tudi kakšne take tehnike in NLP in hipnoza, ko ne hote, ko tudi prebereš, začneš uporabljati. Že taka stvar, da sem not napisala Hinavska prijateljica. Nisem direkt povedala, kaj to je.
Zato, da se ogromno ljudi lahko v tem prepozna, tudi če nimajo točno tako bolečino, kot sem imela jaz. Ali pa recimo taka mantra, hodim, ne. Veliko ljudi me ustavi pa reče, lej, hodim, pa se spomnim nate, hodim. Ja, ne, tu pa so neke zadeve, ki vseeno poleg čustvenega dela v knjigi moraš dodati tudi ta eksakten, jasen, strukturiran, matematičen del, da celota rata potencial za uspešnico. Ne bom rekla, da lahko kar spišeš tako uspešnico, ampak potencial za uspešnico. Spomnim se, da sem nekoč prebral eno misel, da ima vsak človek eno knjigo v sebi in vse, kar pol napiše dodatno, je samo variacija tiste knjige. Je bila to tista ključna, glavna knjiga, ki jo imaš ti v sebi, ali misliš, da imaš več kot eno knjigo, ki jo lahko daš svetu? Glede tudi, kaj delam, upam, da jih imam več, ne. Ampak to je moja, ne. Ja, zdajle, ko si to rekel, jaz imam eno tako knjigo in enkrat mi je prijatelj rekel, da napiši en Camino. Sem rekla, lepo te prosim, vesolje ne želim več take zgodbe, da bi imela nekak material za še eno tako knjigo. Dosti je bilo za eno življenje tega. Tako da zagotovo je to moja tista ključna knjiga, kar se tiče mene osebno. Saj potem pa najdeš zgodbe tudi druge. Vidim pa pri drugih ljudeh. Jaz sem kar veliko sveta prehodila, backpackala, ne, z nahrbtnikom, ker sem bila prepričana, da Slovenija je grozna in jaz moram v svet, ker vse posod drugje bo boljš, kot je tukaj doma. Ker sem rekla, na kmetih pri nas, brez veze, ne. In pridem jaz nazaj v Slovenijo po vseh teh poteh in zdaj sem bolesno, že kar malo pretirano zaljubljena v slovenski jezik, Slovenijo, naše okolje in naše ljudi. In kolikrat jaz rečem, koliko imajo naši Slovenci močne, izjemne čustvene zgodbe. Take res, ne samo, da so čustvene, pa da te bolijo, ampak so znali z tega ratati tudi zmagovalci in je vredno jih poslušati, pa se od njih učiti. In vse je prav, da mi poslušamo tam Američane, pa Kitajce, pa ne vem kaj, ampak ne pozabiti na naše slovenske ljudi s temi izjemnimi zgodbami, ki jih je vredno dati nekam na polico. Sem v Sloveniji, ko izdaš knjigo, in številni ljudje, in o tem bomo še govorili v nadaljevanju, koliko je pravzaprav bralcev teh knjig? Vedno manj, no, ampak mi borbamo. Ja, v Sloveniji je tako, malo statistike, ki ni v prid našemu poslu. V Sloveniji se izda približno 6000 knjig vsako leto, novih. To je ogromno za en slovenski mali trg. Mi smo na prvem ali pa drugem mestu vedno po številu izdanih knjig na prebivalca v Evropi. Wow. Prodanih je približno 350 izvodov v povprečju. Povprečna cena je 22 €. Tako da, če tu majčkeno skupaj damo te številke, ne, kmalu ugotovimo, da moraš povprečno prodati, da si pokriješ stroške, da si na nuli. Tako da nekdo s podjetnim razmišljanjem ali pa moj krog podjetnikov te pogleda, kaj se sploh greš, to ni branža za podjetništvo. To je branža za popoldanski hobi, ne. Oziroma en Samo Rugel, ki ga ekstremno občudujem, mi je enkrat rekel, ma tu moraš biti malo neumen, malo trapas, da greš v te knjige. Nekaj sama se sem ta prava, jaz jih obožujem. Moraš imeti nekaj več, kot neke številke, pa poslovni potencial, pa željo po zaslužku, da bo šel knjigo pisati in izdajati. No. Katera knjiga je tebi prinesla največ zaslužka ali pa prodaje? Camino, absolutno. Camino. Da je bil... Koliko izvodov ste prodali? Ja, zdaj smo že natisnjenih 11 000, jaz gledam, koliko je natisnjenih, ne, se pravi prodanih nekaj čez 10 000 v Sloveniji. Pa ena britanska založba je tudi izdalajo, pa kaj smo še, probali smo nekaj na Hrvaškem, ampak ne moramo reči, da je v tujini kaj velik uspeh bil, tako da Slovenija še kar je tisti moj trg. Bravo. Torej, ko gledava zdaj izdajo knjig, kaj misliš, da so tiste stvari, ki pa ljudje največ radi berejo? Ker Camino je bila neka osebna zgodba, neka osebna izpoved. Je to tisto, kar se ti zdi, da privlači bralce najbolj? Težko sem objektivna, ker jaz sem se zelo osredotočila na te resnične osebne zgodbe ljudi. Tudi v založbi imamo v glavnem to, ne. Bi mogla malo širše pogledati, kar imam pa malo premalo znanja, ampak na splošno govorijo, da se bolj berejo kriminalke, kakšni ljubezenski romani, erotika in tako naprej. Sami tega ne izdajamo in pa tega področja niti ne spremljam. Tako da na koncu, to, kar ti je najbolj blizu, tisto se ti zdi, da je najpomembnejše, ampak to je subjektivno, no. Torej, zdaj, poleg tega, da imaš omejen trg, ne, imaš tudi nišo znotraj tega trga, ki je dosti omejena. Ne? Ja, zdaj tvoj podjetni del mene bi me kregal, ne? Ja, jaz sem šla pol delati založbo, to ni v mejah razume poslovnega sveta. V Sloveniji je 1400 pravnih oseb z založniško dejavnostjo.
Dobro, to so tudi podjetja, ki izdajo eno knjigo, ampak da so v enem letu vsaj eno knjigo izdali. Se pravi, mi imamo založb v Sloveniji neskončno veliko, preveč. In potem si jaz rečem, jaz bi pa založbo imela, 1401, v enem malem trgu. Ampak pa imaš še niz upora ali kaj pa vem kaj, sem rekla, jaz bom šla pa glih kontra kar večina. In spodbudilo me je pa malo bolečine na tem, da sem najdla kar nekaj slovenskih zelo, zelo dobrih knjig, zelo močnih zgodb, ampak ker so neznani avtori, slovenski, niso dobili priložnosti v založbi, da bi to sploh izdali. Ker jaz razumem založniško plat, da gledaš, koliko ima knjiga potencial prodaje. In seveda bo neka znana osebnost več prodala, kot pa ena tam Mojca Novak iz Črna na Koroškem, kdo je pa njo pozna. Ampak to so bile vrhunske knjige in mi je bilo žal, da to ne bi nekam prišlo. Pa sem rekla, mi bomo imeli pa založbo, ki izdaja samo slovenske avtorje, samo slovenske zgodbe, resnične zgodbe, in mi ni pomembno, ali je znana osebnost ali ne. Pomembna je kvaliteta samega pisanja in pa še bolj kot to pa sama zgodba, ki pa mora imeti na koncu nek pozitiven doprinos. Sprav mi dobimo veliko knjig do tega, malo jambranja, koliko je meni hodil na tem svet in sočustvujem z njimi, se lahko zjokam ob knjigi, ampak če ni na koncu nekaj pozitivnega, nekaj, kaj se z tega naučim, napiši to za svoj dnevnik, ne pa za trg, za bralce. Tako da smo se zelo, zelo omejili z našo založbo na tako malo nišno področje. Pa mi ni žal. Zdaj, ko mi razdaš o teh zgodbah, je kakšna zgodba, ki se tebe dotakne, ko jih prebiraš? Ja, veš, koliko jih je. Jaz tukaj jokam, pa se mi smejejo. Večem, kakva zgodba, tam jokam, pa se mi smejejo. Veš, to je to. In jaz imam bolj problem, da jaz bi vse izdala, pa mi drugi reče, ne moramo vsega, ja vem, pa kako boš to zbiral? Recimo, že tale Anton Krepe, Camino. 5-letni Matejo, ki sta zelo težko prišla do otroka, 5-letni otrok zboli za rakom. In to borbajo. In zborba. Potem gre Toni zahvalo na Camino, prehoditi Camino z 2 željama. Če se še kdaj rak pride, ne udar mene, pa ne sina, kaj je otrok kriv. In po drugi strani, druga želja je, da bom več z družino. No, obe želje se uresničile, on zboli za rakom. Preborba raka, začnemo mi pisati knjigo, mi reče, stav se malo, nekaj se dogaja, kaj se dogaja, žena zboli za rakom. Žena je potem umrla, mi smo potem čez leta dokončali to knjigo in ko Tonja danes pogledam, to je tak pozitiven člen v naši skupini, to nas dviguje, to vidi lepoto sveta, to nekako drugače dojema svet, živi polno. Jaz sem rečem, to je meni vzornik, to je meni neverjeten. Recimo Ema Golčer napisala knjigo Gelika. 80-letna gospa je šla pisati zgodbo svoje mame, kako je živela, ko je bila mlada, tam Črna na Koroškem. In ko tam bereš, kako so otroci ne tako dolgo nazaj, pa v našem okolju, umirali zaradi lakote. Kako so silili tistega otroka jesti nekaj, ki je bilo polno črvov, ki pač ni smel v hrane stran vreči. Kako je ona borbala, ko ni imela kamit, ko so jo zateklo od ene družine drugam. Mislim, se moraš zjokati zraven, pa se zamisliš, to ni v Ameriki, to ni 500 let nazaj. Mislim, to so meni dragocene knjige za zgodovino, sploh Slovenija, za našo kulturo, za naše korenine. In zakaj ne bi to podporali pa dali v svet? Včasih imam občutek, da ko pripeljem neke tuje goste v Slovenijo, z Amerike sploh ali pa z Anglije, da jim domači ljudje bolj zaupajo, kot zaupajo nekemu domačemu slovenskemu predavatelju. Ne vem, zakaj imam tak občutek. Tudi lažje prodamo karte in kotizacije za tak dogodek. Se ti zdi, da je pri knjigah podobno? Da morda Slovenci zaupamo nekemu uveljavljenemu tujemu pisatelju ali pa avtorju, bolj kot recimo Toniju, za katerega še nihče prej ni slišal. Pa ne vem, če zaupajo. Bolje, da lažje narediš marketing, da lažje izveš za knjigo, več ljudi o knjigi govori in potem imaš večjo verjetnost, da boš to dejansko zagrabil pa prebral. Kako že pravijo, 7-krat moraš videti knjigo ali pa priporočilo, da jo kupiš. Po drugi strani pa prednost slovenskih avtorjev, Tonija se lahko dotakneš. Toni je tukaj, Toni govori, Toni predava in ljudje se tam jokajo in lažje čustveno, osebno prideš do bralcev. Tako da, ne vem, polno. Jaz jemljem, ko izdajam knjigo, da knjiga je kot nek moj otrok. Zdaj dajem knjigo ven. In ta knjiga bo šla v svet in bo pomagala ljudem spreminjati življenje na bolje. Kako ti jemlješ te knjige? Ker vem, da imaš knjigo, ki jo nočeš več
prodajati, ali pa ti ni več tako všeč, kot ti je Zanikam bila. otroka. In zanikaš svojega otroka, ja. Kako si to knjigo izdala in zakaj ti ni všeč več? Veš, kaj je zanimivo kot otroka? A veš, da če bi zmogla vse meriti nivo zadovoljstva ali pa pozitivnih občutkov, imam več tega, ko en naš avtor izda knjigo, sploh prvo, no, ko jaz zdaj izdam svojo 20. knjigo. In se mi zdi, da je, ne vem, bogatejša moja poslovna pot z občutki, ko vidim te, veš, te, kar res prvega otroka daje ven. In veliko ljudi to opisuje kot da sem, ko sem knjigo prijel, je zadnjič en rekel, je bil podoben občutek, ko sem od svojega otroka prvič v roke prijel, pa je bila žena jezna, ampak glej, ti priznam, občutek je bil pa podoben, ne, tisti moment. In pa, ko imajo tisto prvo knjigo, pa so ponosne mame, tete, strici, gor, dol, otroci, jokajo, veš, da je to nekaj najlepšega, kar lahko spremljam. Pa sploh občutek, da si pri tem nekaj to prinesel, ne. Tako da jaz, ko sem že tu knjigi izdala, absolutno sem na vsako ponosna, je pa res, da imam zdaj že bolj tak občutek take čustvene nenavezanosti, kar se mi zdi čisto zdravo, da se vsem zavedam, da je to nek produkt, ki ga dam v svet, no. Da tudi ni to, da bi bila tukaj vezana na to, če nekdo skritizira mojo knjigo, da sem jaz osebno prizadeta. Razumem, da je to umetniški produkt, ki ne mora biti eksaktno odvrednoten in nekaterim bo všeč, drugim ne bo, ne moreš narediti slike ali pa knjiga, ki bi bila vsem všeč in jaz to sprejemam, ne. In imam tam neko distanco. Kar se tiče mojih prvih knjig, mislim, da prvih 5-6 knjig ne prodajam več, ker mi pač niso več všeč. Zdaj to lažem se pa s tem, da hvala Bogu, ne, sem očitno malo zrasla kot pisateljca, kot dojemanje sveta, da zdaj, ko tisto berem, si mislim, Petra, da to pa res ni nekaj za ljudem dati, no. Ampak vseeno pa spodbujam tudi ostale, da ko ne ve, nekateri dodelujejo knjigo o nemoglosti in bi jo še 10 let, pa nikoli ne bi dalo svet. In velikokrat jim rečem, ta trenutek, v tem okolju, je to največ, kar zmoreš in za tem stojiš. In določi en datum in takrat daš to v svet in stojiš za tem. Hkrati se pa zavedaš, že čez 10-20 let imaš drugo znanje, si drugačen človek, boš takrat napisal drugo knjigo. Se ne rabiš samo eno v življenju, ne? Ker če jaz prve ne bi dala ven, tudi druge ne bi dala ven in če tistih ne bi dala ven, prvih najslabših, ne, je to danes ne bi v bistvu živela od knjig, no, kam je pa najlepši poklic na tem svetu. Torej tudi, če nekdo bi rad izdal knjigo, za katero še ni popolna, če čuti, da je zdaj pravi trenutek, ne jo izda. Ja, ne čakati. Sploh eni so. Pa pol mine pol leta, pa je že drugačen, pa že nove zgodbe. Pa ko začneš nazaj to popravljati, spreminjati, že cel. Pol prav čutiš, ko bereš, da je v eni energiji delo, pa zdaj v drugi energiji, pa tu se zmešano in pol nimaš tistega občutka, veš, ko začneš brati knjigo od začetka do konca, ne? Te kar nekaj preseka. To se začuti. Tako da, ko imaš knjigo, da je v enem kosu spiši, seveda moraš dodelati, seveda moraš z urednikom iti čez, seveda nek zunanji pogled mora biti, pa si pa določiš datum, pa rečeš, do takrat to popravljam, konec, daj ven. Ker imam nešteto primerov, ko rečejo, čakam še malo, ne, pa čez pol leta spet, pa en let, nikoli tista knjiga ne pride na trg. Čez 2 leti itak ni všeč več, ne. Jaz sem imel enkrat cilj, se jih imam še vedno, da vsako leto izdam eno knjigo. Torej, napišem, izdam eno knjigo, čeprav zadnje čase so to bolj ali manj zbirke dobrojutrnic, torej nekih misli, ki jih objavljam. In eno leto sem imel zelo malo časa in vem, da knjiga, ki je šla ven tisto leto, je imela kar nekaj sloničnih napak. Vendar knjigo smo vseeno izdali, ljudje so jo pohvalili in veliko ljudi mi reče pol, da jim je spremenila življenje na bolje. Je morda tudi tukaj pri tebi, da si zdaj že tako kritična do teh prvih knjig, zato ker imaš toliko več znanja o pisanju, o izdaji knjige, tudi ti si se spremenila, vendar bi te knjige lahko, tako kot so takrat, lahko tudi danes še komu kaj dobrega doprinesle, vendar ti jim tega ne dovoliš. Verjamem, ampak če jaz ne stojim za tem, ne moram merno to promovirati. To mi je merilo. In od tega pol ne odstopam, ne. Torej, ni bila neka slonična napaka, ki bi te tam odvrjala, je vsebinsko ti ni všeč, kar si takrat zagovarjala. Tako, kar sem zagovarjala, kako sem pisala, način pisanja, dosti je bilo agresije čutiti not, sklicajev, take stvari, ki danes sploh preziram v knjigah, ne. Ne želim, da me poznajo pisateljico danes s temi knjigami, ne. Verjamem, da bi komu pomagala, ampak dobro, bom drugo napisala danes, pa tudi verjamem, da lahko komu pomaga. Pa še ena zadeva pri knjigah, ne. Ti imaš ta umetniški del, ko je subjektiven, a ti je všeč naslovnica ali ti ni, a ti je stil pisanja všeč ali ti ni, tu ne moreš reči, en je super, drug ni super, to je pač, eno je nekaj všeč, drugemu drugo, ne. Pa so pa te čist jasne, eksaktne, tehnične zakonitosti.
In tukaj pa mora biti zadeva, tako kot mora biti, ne? Pravne zadeve mora biti urejene, struktura mora biti postavljena, slovenčnih napak ne sme biti. Tukaj smo pa kroštri, ne? Tukaj pa tudi verjamem, da lahko z založbo in znanjem iz izvajalci, ki so utečeni, pri tem pomagamo, da ne rabi se vsak s tem ukvarjati iz nule, da vsako malenkost naštudira. Tukaj mi imamo v bistvu dvakratno lektoriranje, kljub vsemu se zgodi, da pride kakšna slovenščina. Imamo tudi mi eno tako knjigo zunaj, veš, pa smo jo hoteli nazaj dobiti, pa iz knjižnic ne moreš, pa tudi mi imamo eno skoro veliko napakam, pa se učimo. Se zgodi? Se zgodi. Ja, tudi če je recimo nekdo, ki maksimalno lektorira, se lahko najde kakšna pika in vejca, verjetno v vsaki knjigi. Pa imaš pa lektore, mi smo imeli že 5 let, smo jo 100% zaupali, 3 leta smo imeli, pač imela, ne vem, kaj se je zgodilo. Ja, se je zgodilo. Se zgodi, je pa fajn to ne skrivati, mi smo vsem poslali potem tudi pismo, da se tega zavedamo, mi smo smo knjigo Slovenčne napake popravili, še enkrat natisani in vsem kupcem smo še eno knjigo poslali, kot se upravičili, da so bile napake, zdaj pa pošiljamo novo izboljšano, ne. Tako da se potrudimo popraviti napake, kakor se lahko. Če se zgodijo, ne. Prav. Ko jaz gledam naše tečajnice, ki pridejo k nam na delavnice, berejo knjige, hodijo na tečaje in marsikdo ne naredi spremembe. Kaj misliš, da mora nekdo zapisati v knjigo, da potem drugo osebo premakne? Ni knjiga dosti, veš, Aleksandr, k tebi ne pridejo malo, je že korak naprej. Ni, to je jasno, knjiga ni dosti, lahko ti pomaga veliko, meni so knjige ogromno dale, veš, da ti upanje, ki ga najbolj rabiš, da ti tolažbo, ko mogoče nimaš nobenega človeka zraven, da ti moč, ko misliš, da nimaš več. Predvsem ti knjige dajo občutek, da nisi edini s tem problemom, kot imamo kakšne težave, ključno z mano ta spolna zloraba, ne. Jaz sem res verjela, sem edina na tem svetu, da se mi je taka situacija zgodila pri teh letih, ne. Ker o tem pač javno ne govorimo. In potem kar naenkrat, ko so ljudje začeli to pisati, meni tudi, jaz še danes dobivam vsak teden kak email, da nekdo se spove. In žalost to sicer, no, koliko je tega, po drugi strani pa meni je bilo zdravilno, da se počutim, da nisem edina na tem svetu, me razumejo, se podobno doživljamo, ne. In vse tudi knjige ti lahko dajo. Za konkretno spremembo pa se vidiš pri svojih, pa svoje tečajnike, jaz svojo zgodbo, ne boš ti samo prebral knjigo, pa zdaj drugi, ne. To je en kamenček v mozaiku, je pa pomemben kamenček, no. To je več knjig, ko nekdo prebere, več kamenčkov dobi. Več kamenčkov dobi, ampak vseeno s tem kamenčki, to zdaj spet govorim iz svoje izkušnje, ki je bila res hude posledice, ne, teh zlorab, seveda niso bile knjige dosti. Jaz sem močen v smislu, da veš, da sem preštudirala vse, kar je možno, veš, da sem prebrala vse, kar je možno. In pa priješ na terapije in ti govorijo, sem zavijala z očmi, kot da tega ne vem, veš, da sem naštudirala in vse angleškem, vse slovenskem, vse, kar obstaja na trgu, ne mi s tem, ne. To ni dosti. Pa imaš ti še čustveno plat, imaš čuteča plat, imaš potem duhovno plat, imaš čist telesno, ki je v telesu, je moraš tu nekako ven dati, vse to moraš ti upoštevati, da boš res iz telesa nekaj tazga spremenjeno. Zdaj pa govorim prek svoje izkušnje, vsak ima svojo pot. Ti si imela številne preizkušnje v življenju, ki so te pripeljali do tega trenutka, ko si danes tukaj. Kaj misliš, da je bilo pa darilo vseh teh preizkušenj skupaj? Mislim, absolutno veliko daril vidim, to sploh ni dvoma, tudi ni klišejsko reče, nič ne bi spremenil, ampak jaz morda bi spremenila, če bi še enkrat šla, ker včasih mi zdi, zakaj bi bilo treba prek toliko bolečin, da nekaj dojameš, se da na bolj lahkoten način, ne, ampak vidim pa veliko takih daril, konec koncev ne pisala, ne, jaz danes, ko gledam svoje življenje, sem blazno zadovoljna, moja največja bolečina je misel, da bo enkrat minilo. In to je lepa, ne, lepa misel, da te najbolj boli to, da bo enkrat minilo, ker mi je, kar delam mi je sanjsko, kar sem mi je čist sanjsko, način življenja, kje živim, kako živim, jaz obožujem življenje danes. To sigurno ne bi bilo, če me ne bi taka izkušnja prisilila, da zamenjam tiste tirnice, kamor so me dali, ne, uči se ime lepe ocene, dolgo študiraj, imej službo v javni upravi, jaz bi šla potem, če me ne, najprej bila neka huda prometna nesreča je močno vplivala na moje življenje, potem ta preizkušnja je močno vplivala na moje življenje, ampak nekako te prisil vržeti iz teh tirnic in te prisil, da začneš, kako že rečemo, brskati po sebi, ne, v bistvu reševati svoj notranji svet, svoje bolečine in tudi te nehote privede tudi do tega, da tudi poslovno pa tako v smislu življenja, da kar nekako te na tirnice odpelje. Hočeš, nočeš brskati za tem in na koncu nekaj najdeš. Kdaj si sprejela to odločitev? Do kje si poslušala
starši ali pa tiste, ki so ti rekli, hodi po teh tirnicah? Nedolgo. Joj, po 18 letih, jaz sem bila zelo tako otrok, ne. Z kmetije, zelo cerkveno vzgojena, z ene vasice Bogu za nogo, same kmetije okoli. In starša nista imela možnosti zaradi revščine pa neke situacije v družini, da bi študirala. Oba pa zelo brihna, ne, oba odličnjaka, ampak pač seveda sta od otrok želela, da če kaj bomo omogočili šolanje, če že midva nisva mogla. In kaj hujšega, da je otrok spet, odličnjak, vse super, jaz po 18 sem imela tisto prometno nesrečo. In takrat sem kar nekaj mesecev ležala v temi in razmišljala, čem je smisel, jaz grem jutri na cesto, bo je konec življenja, ne. In v bistvu je bila na koncu dobra zadeva, da sem tako zgodaj v življenju prisiljena bila k takim vprašanjem, ker sicer po 18 se tega ne sprašuješ, ne. Jaz sem res, jaz sem razmišljala, jaz jutri umrem, a je to, kar hočem živeti, kako bi pa jaz živela, ne, res jaz. In jaz še danes živim s tem, da jutri lahko umrem, ampak to ni žalostna misel, to je taka pomirjujoče oziroma lažje se lotim projektov, lažje se vsega, ker si mislim, moram danes, jutri lahko umrem, ne. No in takrat po 18 sem jaz že kar staršem hitro povedala, da tule študij to meni neki to ni to, ne, jaz bi potovala in pa sem pri 19 že ruzak na ramo že po svet hodila, mami že antidepresive jemala, pa imam zlato mamo, no, in očeta, vidim, sreže, ker sem bolj jo cenim in občudujem. Ampak ki je bilo najbolj zanimivo, kar težko, no. Še pol eno zgodbo povem, pri mojih, kako sem bila 25, ne, še v naših koncih, to se že poročiš, imaš otroka, drugače nekaj narobe. No, in imamo te nedeljske naša kosila, ne, goveja župca, pa tako, ko mora biti. In naš oče je ekstra tih človek. Bog da ima za cel dan dost. In jaz sem razlagam in sem rekla, veste kaj, zdaj pa jaz sem se odločila, zdaj pa vem, kaj bom v življenju, ne. Ja, je končna punca, pa ne, sem po svet hod, pa nekaj probava, pa nekaj. Kaj pa boš? A jaz tako, nuna. In sem se odločila, da bom nuna. In oče takrat reče, podprem. Da je podprl. In sem šla med nune. Veš da. Pa tudi to ni bilo, to tam se nisem najdla. In nekje pri 30 se je pa zgodilo, da spet mi to goveja župco, ne. Sem spet jaz lepo na kosilo. Čak, samo med nune si šla? Med nune sem šla. Koliko časa? V Myanmar, v Burmo, za en mesec. A pa sem po enem mesecu videla, da je fajn kakšnega moškega pogledati, tako da sem šla nazaj. Aha, ok, nisi bila 10 let, ker si rekla, pri 30 si šla na župco spet. Ne, ja, Ok. pa sem šla nune, pa sem šla nazaj, pa tu sem jaz res po celem svet nekaj iskala. Pri 30 smo pa na kosilu in me oče pogleda, pazi, od 19 imam jaz podjetje, ne. Jaz sem skozi bila pač na svojem, pa knjige pišem od 22 leta, pa prodajam. In me oče vpraša, ti pa kaj ti delaš? Jaz rečem, ja, oče, knjige pišem, ne. Pa kdo to bere? Kdo pa prebere, ne? Ja, pa še kaj delaš? Kaj čas kaj predavam. Ja, kaj pa je to, ne? Pa zdaj, on je zidar, pa kmetija, pa tako, ne. Praktično dela. Se kaj veš, to je tako kot učitelj, ne, v šoli, ki govori, pa oni poslušajo, jaz to izven šole, pač govorim in poslušajo. On tako pogleda, pa so to plačajo? Kaj čas plačajo, ne? In je rekel, vem ti, če pa meni plačali, da govorim, bi pa še jaz govoril. In jim kar ni jasno, kaj jaz počnem, ne? Ni klasična služba, kaj je to? Hkrati pa, da dam zagovor, ne, sta pa od nekdaj ekstra podpora, no, res podporno. Tako da imam neklasično pot, zdaj taka dolga zgodba, da pridemo nazaj, ja, zelo me je vrglo tako neklasično pot. Takrat, ko si se vrnila s Kamina, si jim dala in napisala to knjigo, si jim dala za prebrati? Joj, ne, je bilo, so bilo dogajanje pred knjigo. In zdaj, ko sem prišla nazaj, nekdo reče, oziroma veliko knjig je tako, greš Kamino, prehodiš do konca, juhu, si srečen, vesel in konc knjige. Mene je vedno zanimalo, kaj pol, ne? Če si 40 dni v samoti, brez tehnologije, sam, v naravi hodiš, nekaj si mora obrniti, nekaj moraš biti drugače, ko priješ nazaj v isto okolje. Čak 40 dni si bila brez tehnologije? Brez, na Kaminu. Bejna telefona, nič? Nič. 40 dni sem jaz bila izklopljena, hodila, hotela sama hoditi, edin imela sem mini računalniček samo za tipkat, zapisati dnevnike in to je to. Brez interneta? Ja, nič. Javila sem domačim, da sem varno prispela in to je bilo to 14 dni, pa da sem na letališču. Ne, 40 dni. No in pridem jaz nazaj, sem ugotovila, da ne da me je Kamino pozdravil, jaz sem še bolj razštelana prišla domov, ne. Še bolj mi je bilo vse, ne vem, brez smisla, kaj delam na tem svetu, groza. In sem vedela, nekaj moram zdaj narediti, ne, jaz sem samo odprla to rano spolnih zlorab. Jaz nisem predelala, to ni da ti rečeš, to je to, zdaj sem pa jaz
to je bila še dolga pot do predela, za te pa sem pa prvič odprla. In sem rekla, nič, grem korak za korakom, pa probam, kaj se zgodi. In en korak je bil, kaj če bi povedala domačim, ne? Noben nič ne ve. In najprej greš povedati tam, kjer je najbolj varno. Jaz sem šla mami povedati. Kaj pa dol, izjemno dobro je oddelala to vlogo zaščitnice, ne? Zelo, zelo dobro. In mi je kasneje, čez par mesecev, prinesla ene liste. Eka, Petra, veš, tudi meni, ko je težko, tudi jaz pišem, ne? Tega nisem nikoli prej vedela. In imela na roke napisane neke liste in mi dala tiste liste. In mi je ona pokazala, kaj se pa njej dogajalo v tistem času, ko sem jaz njej povedala. Konec konca ona, koliko 25 let, 20 let ni vedela, da je hčerka bila v domači hiši leta in leta zlorabljena, ne? Ona tega ni videla in ona tudi svoj del krivde in težav in vsega mogla predelovati, ko smo to odprli enkrat, ne? Kako kot mama tega ni videla in je imela tisoče vprašanj, zakaj, kako in kaj zdaj. In mi je dala tiste zapise, ne? In mi je mama takrat rekla, jaz sem rekla, 3 ljudem sem povedala, da bi izdala knjigo, ampak sem rekla, če samo vi 3 potrdite, če karkoli vam 3 težko, to je oče, mama pa ena teta, ki mi je zelo ljuba, pol tega nam naredila, ne? Nočem vas zdaj tle izpostavljati, to je le družinska reč. Pa je mama takrat s temi listi prišla pa rekla, Petra, če ti promil pomaga na tvoji poti, sami zdaj. Mi smo tle podpora zate, tle so pa listi, kako sem pa jaz to doživljala. In pa sem del teh zapisov tudi v knjigi dala notrno. Tako da so pomagali. Ker ena stvar, ravno se mi je zgodilo na eni delavnici, je bil en udeleženec, ki je želel narediti samomor in ga je pes rešil tik pred tem samomorom. In potem je bilo moje vprašanje, deli to zgodbo še z drugimi, ki razmišljajo, imajo neko težko zgodbo, da nekoga zaustavimo. In njegov strah je predvsem to, kaj si bo drugi mislili. Je ta strah bil tudi pri tebi, da je prisoten, da te bo kdo obsojal zaradi tega, ker si izdala to knjigo pa to zgodbo? Še kaj na srečo, takrat nisem razmišljala o tem, ne? To sem jaz precej naivno dala ven. Ampak takrat sem bila tukaj v svojih preživetvenih borbah. To sem nekdo, ko doživlja, lahko razume, da to se ti ne, po Maslovi potrebi, ti ne razmišljaš, kaj do ljudje rekli, ti razmišljaš, kako preživo, ne? Kako naj sebe tukaj držim, da sam sebi nam nekaj naredil, ne? To so res, in meni z leta v leto so bile hujše te borbe in jaz tega nisem znala več kontrolirati, kljub vsem tem tehnikam, pa vse, ko veš, da probaš vse na tem svet, ne? In to je bil res preživetven nivo, kaj naj jaz še naredim, da lahko jutri živim, ne? In takrat ne razmišljaš, kaj do ljudje rekli. In jaz sem to ven dala, mar mi je bilo samo starši, da ne bi še tisto edino, kar imamo prijemlišče, neko zgubila. Kaj bo, a bo njim v redu, ne? In ko sem jaz to dala ven, jaz nisem vedela, kaj bo nazaj prišel bumerang, ne? Prišel pa je. Prišel je, nepričakovano. Recimo, lepa plat tega je, da jaz imam doma sprintan sajt, takole debel listov, ko mi ljudje pišejo maile, koliko je ljudem to spremenilo njihovo zgodbo, njihove življenja, ko so kaj podobnega doživeli in zdaj dobijo tak potrditev, nisem čuden, vsem lahko kaj ustvaram. To si printaš in daš na kup. To sem si sprintala in imam en tak posli, tako da vsi tisti, ko to pišejo, ni mrdo napiše, sigurno ste prebrali, imate polno teh, ne, meni to veliko pomeni. To je vsak, ki ti piše, ker to je bilo fajn, da spodbudiva ljudi, ki berejo knjigo, da ti ne pišejo mail, ker ti boš zagotovo to sprintala in da lahko posteli. To imam vedno samo na temo Camino, na to temo. Ja. In potem, ko mi je najtežji, ali pa ko pride pa tudi boleči bumerangi zaradi te knjige, sem si dala naslov Knjiga smisla, ne? Da sama se potrdim, vse je bilo vredno izdati knjigo, poglej to, ne? Poglej to, vredno je bilo, da to ven. Ker druga plat tega pa je, da dejstvo je, da nikoli življenje yin yang, ne, oboje boš dobil. In tudi recimo družina se je pa skregala do konca, se ne pogovarja. Je en del, ki me je podprl zelo in tu sem hvaležna, da tisti ključni. Imaš drug del, ko je bilo to zelo, tudi javno so me zelo nagrdo, da sem si vse zmislila, da kaka sem, bogi, storilc, ne, zdaj storilc bogi in je bilo kar na oštro, da se družine ne pogovarjajo več, kar je bilo pa tudi boleče izgubo, recimo za očeta mojega, ne, ko so bili povezana družina. Tako da imaš, seveda sem dobila tudi od enega novinarja, nagnusno grdo je pisal in dobiš od kakšnega, ki je te ne mara zaradi kjerkoli zadeve ali je zavrnen takoli drugače, ne, točno ve, kam pritisniti najbolj boli, ne. To pa mara, vse si tak pošvedrana, poškodovana, le kaka si, ne. Mislim, točno ve, kje boli. In to je rizično dati nekaj tazga ven. Ljudem jasno pokažeš, tle sem najšibkejši, ne. Ker če se nekaj tazga preživo, jaz ne verjamem Aleksandru to,
terapeuti na veliko govorijo, si predelaš in si isti, kot da tega ne bilo. Ma nisi, ne. Nisi, nekaj ostane, sploh če je to v zgodnjem otroštvu. Je pa res, da lahko kljub temu, to pa trdim, kljub temu, da imaš tako izkušnjo in čutiš, da to vedno je del tebe in vedno si na tem področju šibkejši, ampak kljub temu lahko stvariš lepo, polno življenje. To je bistveno. Ne govorim o tem, da to zbrišeš in nimam več teh bolečin po vsega tega, kar sem doživljala. To je del mene, ne. Včasih rečem, saj to me je tudi izoblikovalo do danes, ta del, ta boleči del. Ampak včasih je ta boleči del kontroliral mene, da bi me izživel do konca, pa bi si celo kaj naredila. Zdaj pa znam jaz zelo hitro pa zelo močno kontrolirati ta boleči del, da me ne prevzame. Da ga čutim, da rečem v redu, pač to se mi je dogajalo, to imam, ampak jaz kljub temu znam to kontrolirati in polno živeti, ne. Meni se zdi, da dava lahko tukaj en dober pozitiven nasvet, spodbudo vsem, ki naj jo poslušajo, ne. To je, da ne glede na to, kakšna je vaša preteklost, vedno lahko dobite neko moč ali pa neko spremembo v sebi, s katero potem se spremeni življenje v neko lepšo pozitivno zgodbo. To, kar si ti naredila, je lahko zgled za marsikoga drugega. Meni je všeč ona taka znana anekdota, ko so rekli, da so vprašali dva isto vprašanje. En je brezdomec z alkoholom v rokah, ki je čist konc, ne. Sam so vprašali, zakaj si tla, kjer si. So rekli, imel sem težko otroštvo. Pa so vprašali pa enega uspešnega podjetnika z lepo družinco, lepi odnosi, tak srečen, zadovoljen, spopolnjen. Vprašali, zakaj si tla, kjer si. In on je rekel, imel sem težko otroštvo. Ta anekdota je meni taka. Ja, torej ni važno, kaj se ti zgodi, v bistvu je važno, kaj ti s tem narediš. Tako. In ko se ti zgodi nekaj hudega, nikoli ne zbrišeš, lahko zmerno ostane nekaj del tebe, lahko pa temu daš drugi pomen in ko daš temu drugi pomen, se lahko osvobodiš. Si kdaj odpustila ali si sam spustila? Škaj, jaz niti nisem zamerila, ker v mojem primeru je to storilec stric, ki je od rojstva umsko prizadet. On nima razumskega dela, da bi on vedel, kaj dela. On ima samo naravne vzgibe, tako ko je bil žejen, ko je bil lačen, ko je spal, tako je imel spolni nagon, ne. In jaz sem imela težave že pri terapevti, ko so vsi govorili, najprej moraš čutiti jezo. Ne, do njega ne čutim jeze, do koga drugega ja, do njega ne. Jaz razumem, da on ne razume. In je bilo težko to sploh tak specifičen primer umestiti, tudi tiste šablone, ki jih imajo veliko taki klasični terapevti, da mora biti po šabloni neki, ne. Ma nisem po šabloni in to mi je bilo najtežje. Na koncu sem videla, da imam več jeza, ne vem, do babice, ki je vedela, pa ni nič storila, ne, edina, ki je vedela. To moram reči, da ne, pa je pokojna, pa Si odpustila? nimam, mislim, odpustila, težko rečem, kje je ta meja, ampak babica je zame pač je tam lik, ne. Pač smo krvno povezani, to je pa tudi vse, kar je. Nimam nekih, ne morem reči, že sem jezna, ampak tak mi je, če je ali pa ni, no. Itak je ni zdaj. Že prej, ko je živela, če je ali pa ni, meni je bilo. Sam zdaj itak ni. Zdaj tak ni. Je lažje, ko umre nekdo? Isto je. Jaz se spomnim enega primera na tečaju NLP praktika, ogromno let nazaj, je na zadnji delavnici prišel en naš udeleženec, ki ga verjetno poznaš, Simon Mičič, ki je napisal knjigo Deček s tatujem na srcu. Ja. In on je dejansko takrat prvič javno to delil in vsem podaril to knjigo, ker je v bistvu mu tečaj pomagal, da je prišel do tega, da je to lahko predelal, razčistil. In v tistem trenutku so bili tri udeleženke, ki so isto imeli ta izziv, podoben. In ena izmed njih je v bistvu pokojni oče, ki je bil tudi odvisnik od alkohola, imel izzive s tem. In vprašanje je zmerno to, ne, kako spustiti, odpustiti. Ker če nekdo ima neko jezo za mero, je v bistvu podobno, kot če bi nekdo pil strup zato, da bi škodil nekomu drugemu. Ti praviš, da jeze nimaš, da pa če ti je pa vseeno. In mogoče že ta brezbrižnost, ali pa tako, da ti ni mi pomembno, vem, da ta oseba je ali pa ni, ne. In se mi zdi, da če dava en nasvet, je samo to, da ljudje ne spustijo, ne se ne ukvarjajo s tem, ker včasih ljudje skozi podoživljajo to in se sprašujejo, zakaj. Joj, če smem tole pa dve reči bi izpostavila. Zdaj upam, da ne bom preveč kritična, ampak res zaradi slabih izkušenj sem kritična do 90% terapij, ki obstajajo pri nas, do 90%. So pa tiste, ki so me pa rešile, ne.
Ampak ena je, ko vedno znova, vsak termin moraš znova podoživljati to zgodbo. Jaz bi rekla, po neki matematični logiki, večkrat ko podoživiš, telo ne ve, da si izmisliš, ali je res ali ni res, večkrat to, bolj si utrjuješ vse to v svoje telo. Ne? Jaz ne verjamem ono pa skupine, ki začnejo stokati, kaj je bilo meni hudo, pa meni hudo, pa tekmuje, komu je bolj hudo. V redu, rabiš nekoga za ramo, rabiš nekdo, da te sliši, da reče, verjamem ti, rabiš to od dno duše rabiš, da nekdo reče, vem ti, probam te razumeti, tudi če te ne, te pa slišim, ne. Ampak potem je naslednji korak, ne več Adlerjeva filozofija, ne, kam zdaj s tem naredil jutri, ne, zdaj pa to obrn. In ne mi to podoživljati 100.000-krat z vsemi solzami in čustvenim nabojem, ko tudi si telo zapomne in znova podoživlja, ne. Ja rečem, super, ampak dajmo fokus pa energijo tam, ker kamor daš fokus energijo, tisto raste, v rešitve, kako boš danes, kako boš naprej. Drugo pa je, ko si omenil, to je dobro, ja, kaj, meni se tudi veliko, pet do strica, pa mu povej, pa bo lažje, ne. Jaz sem zdaj govorila, ne razume, kako me ne razumete, da on ne razume, on je na ravni dvoletnega otročka še manj, pa tam avtočke premika danes pri 50 letih, ne. In jaz sem bila spet pri pisanju, jaz se čudno slišim, malo verjamem v energije, tako ali drugače in pa se na koncu je v energiji, ne. Ti ne rabiš človeka med živka tlele, da mu nekaj predaš, da mu napiš, da mu, ne vem, važno je, kaj sebe daš, ne kaj tam prejemnik. In recimo, jaz sem zanimivo veliko predelovala sanjam. Jaz se v živo spomnim sanj, ko sem se soočila z babico, pa v živo spomnim sanj, ko sva s tem stricem, jaz bi rekla, da sva predelala. Midva sva se v sanjah pogledala en drugega, on je prizadet, ne, in sva se rekla, ja nič, bova midva tista, ka to družino, kaj rešva, vse karme odprej, kaj čva, vsak svoje breme nosi. In sva se gledala in v tistih sanjah sva se na koncu ironično bila najbolj šporjatla, najbolj sva se videla, ne. Midva sva se najbolj na perverzen način bila povezana na nek način, ne. In sva se objela v sanjah in on rekel, jaz bom svojo delo naprej, ne, tebi sem pa tudi dal nekaj, da deva midva za to familijo nekaj narediti. In jaz sem se takrat iz tistih sanj, ko se v živo spomnim, sem se zbudila pomirjena. Jaz ne vem, a se to drugim dogaja, tudi se z nobenim nisem pogovarjala, ampak jaz ogromno s lucidnimi sanjami, s živimi sanjami veliko. Nekako povem, predam, ponaredim. Se to čudno sliši? Sem še zelo Ne. Sanja so del tega, kar mi čez dan doživljamo in procesiramo in normalno način predelave se dogaja v sanjah. Če imamo dovolj REM spanja, to je, če spimo dovolj v tem REM stanju, imamo tudi dovolj sanje in sanje so zdravilne. Zato tudi ena izmed stvari, ki jih je dostikrat spodbujam pri ljudeh, je, da spijo dovolj, ker ko spite dovolj, imate naravnega mentalnega terapeuta in naravnega fizičnega terapeuta. Torej, REM spanje ponavadi gre za mentalno predelavo stvari, dogodkov. Tudi zato včasih ljudje, ko zvečer so jezni, prespijo neko stvar, naslednje jutro so prav drugačen odnos imajo do tega. Zato vedno rečem ljudem, če imajo kakšen mail za napisati, ki je grd, počakajte ga do naslednjega dneva, ki ga boste sigurno popravili. Aleksandra, zato te rabimo, da obrazložiš, da nismo čudni. Ja, si napisala vsega, da se je terapevtsko doživljal skozi pisanje babici in stricu neko pismo? Ja, večkrat, to sem pa velika. Ampak ključne so bile te sanje, pa z babico so bile pa tudi ene sanje, ko sem pa v dno dušejo. A veš, ko da bi rekla, a si predstavljaš, da imaš enega storilca, ko stori grozovito dejanje? Grozovito, vsi vemo, da je grozovito dejanje. Tudi, če gremo ekstreme. Ampak, ko prideš do točke, ko na eni ravni ga razumeš, ne podpiraš, ne zagovarjaš, ampak saj razumeš, zakaj je nekaj tazga storil. To se meni v sanjah zgodilo z babico. Ko mi je babi razložila v sanjah svoj vidik, zakaj ni mogla povedati. In jaz sem se zbudila in pa se jo razumem. Ona, če bi povedala, bi izgubila sina, na katerega je ekstremno navezana, izgubila bi po kmetiji, normalno, moj oče je prevzemnik, je skrbnik tega strica, vse bi izgubila, ne. Ni mogla povedati, ni zmogla tega in sem jo razumela. Hkrati sem ji pa v sanjah rekla, babica, ampak probi pa razumeti, da jaz ne morem s tabo biti objeta, pa ne vem, noro čustveno vez imeti. In rekla, ja, razumem, lej, vsaka sprejema svoje posledice. In sem bila pomirjena. Jaz tudi verjamem, ena stvar, ki pomiri, je včasih tudi to, da jaz si ne predstavljam ta primer, ki sem ti razlagal prej o očetu, ki je pokojni, odvisnik od alkohola, kako lahko naredi svoje lastne hčeri nekaj tako hudega, ne, kot je zloraba.
je verjetno, da ta oseba mora v sebi izjemno trpeti in imeti neko hudo bolečino, da lahko sploh do tega pride. Tako da ne more biti nekdo v normalnem, lepem čustvenem stanju, da naredi nekaj hudega drugi osebi. No. Tu imam jaz vedno sočutje do ljudi, ki se mislim, noben se ne kot otrok ne sanjari, da jaz pa komaj čakam, da bom odrasel, bom pa klošar, alkoholik bom. Jaz odrasel, bom pa zlorabljal svojo hčerko. Noben se tega ne želi. To je posledica nekih bolečih, težavnih poti. Je pa ena meja, ne? Meja pa je, da to ne upravičuje dejanja. To pa, če bi pa to vse upravičevali, imamo pa kaos v svetu. Ne? Ja. So pravila, v katerem živimo. Torej, pomembno je, da imamo to jasno mejo, in hkrati, da s tem, da nekdo se osvobodi, najde način, kako v svoji glavi to predela, preokviri, spremeni in spusti. Tako. In tukaj, Aleksandar, moram reči, pa tehnike, tudi ki jih ti zagovarjaš, poučiš, pomagajo. To so oni mali kamenčki, ki dodajaš, ne? Ja, malenkost, pa še ena, ampak nekaj rabiš, kar tako sem, da razmišljaš, pa da boš to rešil, te najhujše bolečine, travme ne boš, ne? Ni tako enostavno življenje. Zdaj si rekla, da te tehnike pomagajo. Posnela sva en hipnotični posnetek zate. Tako. Kako ti ta posnetek koristi in zakaj misliš, da ti koristi? Jaz ti kar povedala, da bom čisto iskrena, ne? Zaradi kar velik negativnih izkušenj z raznimi zdravilci, terapevti, kjer marsikdo te še bolj poškoduje, kakor te pomaga, pa so brezbrižni do tega, ne? Sem jaz zdaj kar tako zadržana do tega in rečem, jaz grem zdaj sem še na kakšne terapije, pa take stvari, za katere vem, da sem prepričana, da mi škodovati ne more. Zame je že to dovolj. Pa pomembno mi je zdaj zadaj človek, ki je zame kredibilen in da vem, da dela z dobrimi nameni, da želi dobro ljudem, da ni to sem nek zaslužek, pa sem neki polnjene ega. In to, Aleksandar, jaz sem te spoznala ne kot poslovno, jaz sem te prej spoznala, ker sva skupaj bila na Šanghaju, tam pa sva se osebno spoznala in absolutno od samega začetka vem, da ti to si, ne. In zaradi tega je bilo meni varno na nek način priti do tebe, da to poskusva. In zdaj ta posnetek vsak večer poslušam pred spanjem. Celo tako sem naredila, se mi večkrat vrti pred spanjem. In prepričana sem, da absolutno škoditi ne more. Tukaj pa verjamem v tehnike in vse načine, ker sem kar veliko o tem prebrala, poštudirala, kar to ti učiš, da verjamem v moč tega. In potem imaš pa še malo placeba, Joe Dispenza, ne? Ko pa rečem, zame je dovolj, da rečem, verjamem, da mi pomaga in zaradi tega to predvajam. Bravo. Jaz absolutno verjamem, da mi pomaga in če mi verjamem, to vrtim in predvsem pa škoditi ne morale. Zakaj pa ne bi, ne? Koristili. Bravo. Pred kratkim sem bil na delavnici Joe Dispenze in naslov delavnice je bil Abrakadabra. In to, kar je bilo zanimivo, je, da kar govoriš, ne, te besede, ki jih mi izgovarjamo, dejansko kreirajo. Te misli, ki jih imamo, kreirajo. In ta placebo efekt v resnici deluje tako, da mi doskrat sami sebe hipnotiziramo, doskrat sami sebi dajemo neke sugestije in na tak način tudi programiramo svoj um. Meni je zelo všeč ta tvoj tudi, ko učiš samo hipnozo, ne. Meni je to močnejše, sem šla na hipnozo, ampak moj odziv je, da se začnem ful smejati, ne pridejo not, ne. Samo hipnoza pa ima učink v moči. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice, spoznajte, kako lahko tudi vi moč uma uporabite v svojo korist. Meni so zelo všeč te tehnike, no verjamem v njih. Bravo. Da se vrnem k tvojim knjigam. Torej, ljudje pridejo k tebi tudi, ker ne znajo pisati, imajo pa zgodbo. Ja. Kako ti zajameš to? Če nekdo, ki jo danes posluša in bi rad napisal knjigo in ima dobro zgodbo, vendar ne zna pisati, se lahko obrne nate. Tako. Kako ti se tega lotiš? To je, najprej se morava z osebo srečati, zdaj obstaja par zadev, ki morajo klapati, ne. Mora si biti všeč, ker to je dolgoročen postopek in pač se s človekom veliko srečuješ. Pol zgodba mora biti taka, da jaz vsaj v enem delu nekako to razumem, ne. Če mi nekdo nekaj tazga eksotičnega govori, ki jaz ne razumem, ne bom mogla dobro zapisati. In če reče v redu, to štima, pa moj stil pisanja mu mora biti blizu, ne. Pa se pa dobivamo ure in dneve in leta, da mi govorijo svojo zgodbo, ponovadi šele po pol leta začnejo zares govoriti pravo zgodbo, ne. Na začetku smo vsi tako pravilno, ko mora biti, da dobro izpademo. Pa ko se pa s človekom že tako zbližaš, ti pa uneta pravo zgodbo pa čustvo ven da, ne. In pol vseh teh ur posnetkov jaz naredim neko smiselno celoto v knjigo, da ima eno strukturo, da ima neko sporočilnost. Kaj pa izdamo knjigo, pa praznujemo, pa nazdravimo.
Čak, to se sliši kot dolg proces. Koliko Ja. časa računaš ti od začetka do konca? Najkrajši je bil Franc Jager, je rekel, gospa Petra, noben moj projekt ne traja več kot pol leta. Sem razumela, kaj to pomeni, da morava kar ne. In po letu pa pol je bila knjiga zunaj. To je bil najkrajši projekt. To je bil najkrajši Leto pa pol. projekt, ja. Wow. Najdlje je bila pa Alenka Čurin-Janžekovič, ki je bila pa že nepokretna, to je ta gospa, ki se je zavzemala za evtanazijo. Z njo smo se tudi tako osebno, zelo prijateljsko, zelo povezali, tako da smo mogoče kar hoteli malo zavlačevati. Je bilo pa 4 leta, da smo prišli do knjige. Si podaljšala s tem željo po življenju? Ali? Ne vem, pa tudi ona mi ga je obogatila neskončno. No. Jaz, ko sem to gledala, a si predstavljaš, da imaš ti datum smrti? Datum smrti je imela, ona je šla v evtanazijo v Španijo. Ona je vedela datum, kdaj bo umrla. To je meni tako v glavi nepojmljivo. In pa spremljaš to leto do tam, ne? Kako človek to dojema. Ona mi je razbila vse te neke klišeje, sodbe, poglede, domneve. In meni je ona neskončno obogatila življenje. No? In jaz rečem, največje bogatstvo mojega poklica je, da tudi tako globino spoznaš te ljudi z izjemnimi zgodbami, da je moje življenje zaradi tega 100-krat, 200-krat bogatejše, kot da bi podoživljala nekaj, kar tudi oni. No? S tem, da ne rabim sama iti čez to. Čeprav ona je imela datum smrti, ker se je za to odločila, Ja. če se vrne sam k njej. Danes imamo kar nekaj ljudi, ki dobijo datum približen, no, zaradi nekih diagnoz. Ja. Kako je ona doživljala te zadnje trenutke? Čist drugače, kot ti ljudje, ko dobijo diagnozo. Ona si je želela umreti. Ona si je želela umreti. Ona je imela, jaz sem jo poznala 4 leta, ne? In težko mi je brati komentarje na spletu, ko seveda s tem zakonom evtanazije veliko teh komentarjev pride. In mi je težko to brati, ker mi je bila res blizu Alenka. In jaz sem bila ena prvih, ko sem zavrnila pisanje te knjige, ker sem rekla, jaz iz krščanskega okolja, jaz tega ne morem pisati, pa tega zagovarjati. Pa je rekla, pridite vse na kavo, sem pa malo pomenila. Ne? In pridem jaz na njej na kavo, in nekaj je klikeno, jaz ne vem kaj je, tiste palačinke je mož pekel, pa fajn, ne vem, nekaj je bilo na njej, da je bilo neverjetnega. No? Taka res ženska, izjemno. In pa sem se odločila, da pišem to knjigo, ampak smo tudi zapisali na način, da je sporočilnost taka, mi ne govorimo o tem, da moraš biti za ali proti evtanaziji. Govorimo pa samo o tem, da če se nekdo odloči za to, poskušaj razumeti in ne sodi. In ona je bila ena tistih, ki 4 leta sem jo spremljala. To je na koncu bile take muke, to je bilo nepokretno, to so bile take bolečine, to zgubiš smisel vsega, vse, kar delaš v življenju, ne moreš več. Ona se je veselila smrti, jaz kaj tazga nisem mogla verjeti, da obstaja, ampak bliže, kaj je bilo, bolje je bila euforično srečna in vesela. Pa take stvari, rekla, ljudje me kličejo, ti se zadnje tedne, jokajo, pogrešali te, in tako naprej. Rekla, nočem se več oglašati. Sem rekla, ni lepo, Alenka, le koliko ljudi te pogreša. Prodaj se postavil mojo vlogo. Imam še 3 tedne življenja. Kako misliš, da jaz želim 3 tedne življenja preživeti? Jaz bi rada smejala, jaz bi rada, da se hecamo, jaz bi rada, da tele pojemo, pa plešemo. Jaz bi rada nekaj pozitivnega, ne pa iz dneva v dan 20 klicev, kaj jokamo, ne? To je zanimivo. Torej, spet en dober nasvet lahko pobereva ven, ko nekdo umira ali pa se pripravlja na smrt, smejte se, zabavajte se zraven, plešite, dajte nekaj pozitivnih stvari, ker to ljudje želijo pred smrtjo videti. Ne vem, jaz vem za njen primer, ne bi mogla pa posplošiti. Premalo takih zgodb poznamo, ona je bila res posebna, ne. Ona si je želela, ona se je zavzemala, da umre. To je tako, meni je kar težko to dojemati, ampak bistvo pa je, zgodba je tako močna, da je vredno tako zgodbo prebrati, sploh tisti, ki smo, ali pa smo bili proti evtanaziji, ne, pa dej, več, ko bomo takih zgodb prebrali, bolj, ko poskušamo razumeti ljudi, pa tudi z drugačnimi zgodbami, manj bo na tem svetu sodb. In če je kakšna moč knjige, verjamem, da je v tem, da več, ko beremo, verjamem, želim verjeti, da manj sodimo. In manj, ko bomo sodili, lepši bo svet, vse posodno. Deva nekaj o teh sodbah še, ker se mi zdi res pomembno. Torej, večkrat mi ljudje napišejo, sploh skozi različne promocije, grde stvari. Na začetku so se me res dotaknile. Od tebe? Ja, tako, od grde stvari. Torej, ali da sem čarovnik, da bi bilo treba me zažgati na grmadi. Mislim, ne vem, če ni stvari, ki jih še nisem lahko slišal o sebi. In doskrat potem jaz uporabim to, kar sem prej rekel, neko sočutje. Ta oseba, ki prvič piše grde stvari o meni, verjetno zdaj trpi, ali pa nima kaj drugega početi pametnega, zagotovo nima
nekega uspešnega poslovnega življenja, ker če ne bi se ukvarjala z reševanjem kariernih stvari ali pa tako, ne, kako se ti s tem soočiš? Ko ljudje, ki te niti ne dobro poznajo, govorijo, pišejo grde stvari o tebi. Kako si se pa ti s tem soočil, da je tako? Ja, na začetku včasih zelo hudo mi je bilo, nisem spal kakšno noč. Zdaj, kar se trudim, da počnem, je, da rečem, da pošljem tem ljudem ljubezen. Rečem, ne, jaz ti pošiljam ljubezen, tudi ko odgovarjam, se trudim, da če odgovorim sploh, ne, včasih tudi pobrišemo kakšen komentar, ker nima smisla, da pišemo. Če odgovarjam, pač iščem nek pozitiven ton in zanimivo je to, da nekdo, ki mi napiše neko grdo stvar in jaz potem na lep način s to osebo komuniciram, pride včasih tudi celo kakšen lep komentar nazaj. Da ni pa enostavno, no, in se mi zdi škoda energije, da se to dogaja. Je pa res, da socialna omrežja imajo pa blazno rada, da se piše grde stvari in tisti posti, pa neke objave, ki so negativno komentirani, imajo daleč največji reach oziroma nek doseg v primerjavi s tistimi, ki imajo kratko. Ja. Imela sta čudovit podcast z Ano Kamenik na to temo. In to je pa knjiga, ko se mene dotaknila ravno zaradi tega, ko vsak mu dala prebrati, ampak vse to, če preberejo, eni ne dojamejo. Predvsem to, da se zavede, da zadaj je človek s čustvi, z družino, s svojim dojemanjem, nobeni robot, ne? In včasih glih tisti, ki imajo najmočnejše boleče zgodbe v zadju, se skrivajo mogoče na odru z masko nasmeha, pa takim uspehom, pa neki ne veš, kako zgodbo ima človek v zadju, ne tega delati. In meni iskreno, Aleksandar, mi je to težko mi je ta del sveta. Pa ne toliko mene osebno, čeprav me glih tako več, da me prisadane, ampak tako, veš, da sem v enem momentu sem bila pa kar šokirana, sploh tudi z našo politiko, ko sem začela prvo v življenju malo spremljati ta soočenje pa to. A tak nivo komunikacije imam, tako boleče mi je bilo, ker sem zrasla iz enega okolja, kjer je bilo normalno, niti ne pohvalno, ampak normalno, da ti ne govoriš grdo, ne šimfaš drugih, ne obrekuješ, ne kritiziraš, da se obračaš nas, v naši družini nikoli nismo čez druge govorili. Nikoli nismo imeli grdih kletvic, nikoli. Pač tu moraš spoštljivo in je pravilno, da spoštljivo se s človekom pogovarjaš in da razumeš, da en ti je všeč, drug ti ni, ampak bodi spoštljiv do vseh, ne? In tu zraščaš v mehurčku, da je to normalno. In pa prideš v svet, ko vidiš, da ni to čisto vse posod normalno. In to zavedanje, da svet ni tak, me prav boli, no? Sploh Ana Kamenik knjiga mi je taka, ki me prav to boli. Pa ko berem komentarje na spletu, ne vem, kako bi se dalo to rešiti, ampak mi je grozno, da je to, da ljudi ni sram, da tako govorijo pa pišejo z imenom pa priimkom, no. Tako da težko se s tem soočim. Se verjetno kar nekaj takih, ki nikoli ne pišejo, pa si lahko celo mislijo, kaj podobnih ali pa še tako, ne. Tako da, moče, kako bi lahko pa takim ljudem, ki vidijo nekaj in vidijo negativno, dali neko spodbudo, pogledajte na nekaj dobrega. Pa dejte predvsem to, lej, ne poznaš človeka. Jaz sama sebe zasledim. Pride kakšen človek, ki ti pač energijsko ti je zoprn. Ne ve zakaj. Mogoče zato, ker ima skodrane lase, mogoče zato, ker podolensko zavija, prehiter govori, pač zoprn ti je. Ampak jaz vedno imam v sebi, to pa res imam vedno v sebi, da rečem, Petra, ne poznaš. Ne veš, kakšna zgodba je zadaj, ne veš, kdo je on kot človek, torej ne sodi. To je meni tak avtomatski odziv. Mogoče tudi zaradi lastne zgodbe take, ne. In vsem tem bi rekla, daj preprosto priložnost, da človeka spoznaš, ali pa pejdi stran, če ti ni blizu. Saj z vsemi ne moramo biti super pa objeti. Čemu je treba, ne vem, neko negativo pa sovraštvo pa ne vem kaj deliti. Jaz ne razumem, kaj imaš od tega, no. To je težko to dojemam. Ja, in če se vrneva spet tisti abrakadabra, ne, vsakeč, ko nekaj rečemo, ne, kreiramo. Torej, naše besede ustvarjajo našo realnost, naše misli, čustva ustvarjajo našo realnost. To pomeni, da nekdo, ki grdo govori o drugih, ustvarja grde stvari za sebe. Ja, je pa tudi res, da tudi na drugega vpliva, ne? In tudi drug to sprejema, se čutiš, ko to dobivaš, ali nekomu pošiljaš pozitivna sporočila, verjamem, da mu tudi pozitivno pomagaš, da ne vem, mu karkoli uspe. Če mu negativno, verjamem, da ga tudi malo, ne, dol tlačeš. Tako da ni, kar da imamo opaziti, no, kaj. Pomislimo predvsem, kako bi bilo meni, če bi drug meni tole
pisal. In pa jaz vedno zagovarjam, le pa sem tukaj res ne morem biti objektivna, seveda sem že poklicno deformirana. Dajte par knjig prebrati, mogoče celo takih, ki jih najbolj ne morete, ne, ki vam grejo najbolj na živce. Dajte kako knjigo prebrati o njegovi zgodbi, pa mogoče boste razumeli, da je kakšen pogled napačen. Meni recimo jaz razumem, da glih prejšnji teden sem imela nek moment, ko sem bila res zoprna in sem bila krivično osorna do ene bodoče avtorice. Osorna. Nisem bila najbolj prijazna. No. In jaz razumem, da bi ona rekla, ta mi pa ni všeč, ne. Ok, sprejemam svojo odgovornost, se opravičam, ampak razumem, zakaj. Ne razumem pa, da imaš kakšne take komentarje, ki jih večkrat dobim, da mi gre na živce. Zakaj pa? Ne vem, na živce mi gre, ne. Verjamem, ampak ne rabiš pa sovraštvo za to zlivati na to. Da se zašla v neko, dejva kako bolj pozitivno. Knjige to verjamem, da rešujejo. Unike veliko berejo, življenjske zgodbe, verjamem, da imajo manj vseb tega. No. Ok, berite knjige, boste bolj pozitivni. Življenjske zgodbe, ne une, krimiče pa to, ampak bolj razumeš več plati, več različnih ljudi. No. Ja. Deva nekaj o številkah. Če nekdo želi izdati knjigo, koliko to stane? Ja, lahko je skoraj za par 100 evrov, lahko je pa za več 20 evrov. Ampak mi recimo v založbi imamo večino knjig, izdamo tam od 2 do 3000 evrov, da investiramo v eno knjigo. Torej investirate, vi imate nek poseben poslovni model, ne? Lahko ta poslovni model predstavlja? Lahko. Okay. V Sloveniji je tako, če želi nekdo izdati knjigo, recimo Aleksandar reče, jaz sem pa napisal za življenjsko zgodbo, jaz bi izdal svojo knjigo. V osnovi imaš dve varianti, greš v založbe klasične ali pa greš v samo založbo. Založba pomeni, da ti si spisal, večina dela je tukaj upravljenega, daš založbi, ona reče, mi bomo to izdali, oni financirajo, oni so pravno odgovorni, oni speljajo ves postopek izdaje knjige, dajo na polico in od prodaje tudi večino dobijo. Avtorju pripada nekje 6 do 12% od prodane knjige. To so klasične založbe v Sloveniji. Pardon, če te sam tukaj, klasične založbe tako največkrat nimajo interesa, da neke take knjige izdajo. Je tako? Mislim, zgodba dobra, če je znan, tvoja bi sigurno. Aleksandar Šingo je znan. Večina primerov tega neki mora so zbirčni so, no. Ja. Tako, ja. Ampak jih tudi razumemo, ker je ogromno tega. Ne? Ja. Mi smo mala založba, pa vsak dan pride par povpraševanj za izdajo knjigo. Tako da prepričati moraš, zakaj je vredno investirati v tvojo knjigo. Če greš v samo založbo, pomeni, da boš vse to speljal sam investiral, sam bil pravno odgovoren, to pozabijo, ti moraš imeti zadaj pravno podlago, izdajati račune kot eno malo firmo imeti, ne? In daš na police, pa tudi sam dobiš celoti rezultate. Včasih so to minusi, včasih so to dobički. Mi kot založba Petka smo šli pa neko srednjo pot. Ker sem bila najprej pisateljica, napisala veliko knjig in sem se začela utapljati v tej administraciji, ki je veliko v ozadju. Jaz bi mogla svoj čas usmeriti v izdajanje knjig, novih knjig, pa govoriti o tem. Ne? Smo v redu in sem naredila založbo po podobi, ki bi meni kot avtorici ustrezala. In pri nas je pa tako, da rečemo, v redu, to knjigo bomo izdali, pol financiramo, pol avtor, pol mi, skupaj speljemo proces izdaje knjige, vse pravne zadeve, vse smo mi zadej stabilni, vse tudi te izvajalce, vse imamo mi. Ne? Pri nas je ključno avtor tisti, ki pove, kakva bo naslovnica izgledala, ne? Tako da avtor mora biti ponosen, to je to, kar sem si želel in tako naprej. Pa damo knjigo na trg in vse, kar se proda, si delimo pol. S tem, da tiska proda, dobi malo več. Če avtor sam proda, dobi celo 75% od prodane knjige, tako da ko potegnemo črto, pri nas avtor dobi celo nekaj več kot kar založba. Zdaj, ta poslovni model pa lahko nekako finančno stoji, kljub temu, da imamo nepoznane slovenske avtorje in tako naprej, ker imam pa v zadju kar dober dodelan, što je pa ta moja poslovna plat, ki mi tukaj poprav pride, ne, kar dodelan sistem, da imamo čisto vse stroške vezane na variabilo, imamo nek sistem skupnih služb, da z ekstremno nizkimi stroški lahko poslujemo in zato tudi avtorju lahko damo 75% od prodane knjige. Je pa to model primeren za take, ki so sami pripravljeni dosti delati na knjigi, sodelovati. Sprav mi nismo zanimivi za unga, ki reče, jaz bi sem knjigo napisal, pa me pa nič ne zanima. Ne bodo boljše druge založbe. Ne. Torej, knjiga lahko uspe, če se tudi avtor da v neko osebno promocijo te knjige. Mora malo, ja. Vsaj malo mora. No. V Sloveniji, vse imamo tudi knjigo, ki recimo ni toliko pa je ratala uspešnica, ampak 95% knjig je, da saj na začetku ti se moraš pokazati, sploh vejo, da obstajaš. Med vsemi temi 6000 knjig nekaj moraš narediti, da te sploh vidijo, da si nekje na obzorju. No. Da se knjiga pokrije, si rekla prej, tudi prvenstvo velja 350 izvodov, nekje 200 imamo mi merili. 200. Torej 200 knjig se proda in takrat avtor, čeprav razumem, 1500 evrov da avtor, 1500 evrov da ste vi približno
in ko se 200 izvodov proda, se pokrijejo ti stroški. Ne. Mi to kar razdelimo na vsako prodano knjigo, tako da avtor že prvi mesec začne nazaj dobivati honorarje. Tako da mi imamo narejeno, do vsake prodane knjige se zračuna, v redu je stroška, ne vem, 3 evre na knjigo, primerne, in evro bo pa v avtorju, evro bo pa v mi, dodana vrednost se pa deli po procentih in vsak mesec imamo mi obračune, tudi smo svoje programe nekako sprogramirali, naredili, da vsak mesec mi s klikom ven vržemo, koliko vsak avtor zasluži in pri nas avtorji dobivajo mesečne zaslužke, vsak mesec izdajo račune. Bravo. Tako da ali smo vsi mačkano minusu, ne? Pa sprotniki nazaj dobivamo. Imamo pa tudi take knjižne uspešnice, ki se mi zdi pa tudi prav, da ni, da bi en na račun drugega služil in kontra. Lej, skupaj v dobrem in slabem je naše vodilo. Mislim, da imate nekje 20 do 30 knjig na leto, ki jih izdate. Tako, zdaj imamo že kar 2 do 30. Jaz bi še več, pa včasih flow ne dohaja. Sam kako zbereš? Če si rekel, da dobiste 2-3 popraševanja na dan, je teh popraševanj bistveno več, kot je pol na koncu možnosti. Ja, po svoje enostavno, ker smo zelo omejeni na to resnične zgodbe. Ne? Recimo mi takoj vam damo pesniške zbirke, kriminalke, erotika, pač to mi ne izdajamo in tu že kar veliko odpade. Pol hitro damo ven taka pisanja, zelo slaba pisanja, v smislu, da se lep dan dež pada, pa srečen sem. Ne? To hitro damo stran. AI, danes je veliko knjig napisanih za AI-jem, to mi damo stran. Mi smo se odločili, da pač brez tega izdajamo. Kako pa veš, da je napisano za AI-jem? Težko. Zaenkrat mi slonimo na verodostojnosti avtorjeve izjave. Ne? Mi zaupamo ljudem v prvi vrsti, če se ne izkaže drugače. Mi ga direktno vprašamo, vsi ne sodimo tega, se tudi to so zelo korektne knjige, ampak pač naša založba se je odločila, da ilustracije dovoljujemo, pisanje pa pač ne. To je čisto odločitev posamezne založbe. So pa založbe, ko so čisto suvereno rekle, še rajše AI, ker zna biti še bolj dodelano pa spisano, ker ne. Pač moš najdete založbo zase, ne. Jaz imam eno izkušnjo, ne vem, če je to primerno, da to imam knjigo Hipnoza kot posel. To je knjiga, ki sem jo napisal z umetno inteligenco v pol ure. Torej, jaz sem dal umetni inteligenci eno moje predavanje, ker sem učil, kako hipnozo spremeniti v posel, da tisti, ki vradi. In v pol ure je nastala knjiga, ki sicer nisem se upal jo podpisati s svojim pravim imenom, sem napisal pač moje umetniško ime. In so jo ti moji študentje, ki bi radi hipnozo uporabljali v poslu, takoj pokupili, tako je bila razprodana, v bistvu je sicer print on demand, torej zelo majhna naklada, vendar po eni strani me umetna inteligenca navdušuje, ker vidim, koliko stvari olajša, po drugi strani me malo straši, ker to, kar bi jaz lahko pisal več mesecev, je nastalo v 30 minutah in to zdaj govoriva par mesecev nazaj. Danes sem pripričan, da bi lahko še več nastalo ali pa še bolj poglobljena, bolj izpopolnjena, dobra knjiga nastala. Kako misliš, da bo tudi umetna inteligenca vplivala na pisanje knjig v prihodnosti? Absolutno bo, absolutno že. Mi že veliko tega dobivamo. Jaz sem verjamem, da samo moraš najti svojo pozicijo na trgu, ampak ko jo pomaš, jo pa zelo jasno definira in se je drži. In to verjamem, da je rešitev za vse nas, ki smo mogoče v tej branži tako malo tipamo, kaj je. Ne? In ne verjamemo tista podjetja in založbe, ki bodo malo miksale, malo tega, malo onga, malo ne vem. Mi smo pač, naša varovalka je ta, da mi v glavnem izdajamo knjige resničnih zgodb, ki jih na spletu ne dobiš. Franc Jager ima en intervju v življenju na spletu, kako boš od njega karkoli dobil. Ni, umetna inteligenca nič ne ve. Ne? In to je naša varovalka, da se nam je poklopilo ta segment knjig, AI o tem nič ne ve in tako vemo, da je nekdo iz nič spisal knjige. Ampak to je tako, jaz rečem, to bodo, marsikdaj AI bistveno bolj napiše, kot večina piscev. Nič narobe s tem, pač uporabljajmo to. Moraš pa vedeti, kaj je tvoja usmeritev, za čem stojiš. Ješ mičkeno, zdaj ne vem, se s tem to lažem, ali v to verjamem, ali kako bi to besedila. Malo verjamem, da se čuti, ko prideš do čustev, ko prideš do življenjskih zgodb, nekako začutim, ali je to generično, pa vse pravilne besede da, ampak začutiš, začutiš, da se zjokaš. Jaz malo verjamem, da ta človeška, ta energija noter bo nekaj ostala. Sploh te, ki so malo neklasični, ki so malo drugačni. Bo pa to zagotovo naša branža še bolj, verjamem, in me to ne straši, ratala še bolj nišna.
Statistike niso nam v prid, branje pada, mladi danes tam do 25 let preberejo že več angleškega kot slovenskega. Mi smo se tudi samo slovensko lotili. Ne? Absolutno pač moraš to sprejeti, ne moreš tega zanikati, ne moreš se temu upirati. Bo pa to ostalo, verjamem, da neka nišna zadeva, kot tisti, ki pa bodo to cenili, bodo mogoče pa še toliko bolj cenili. To res napisano iz nič, s človeško roko, oblikovano, slovenske zgodbe. In glede na povpraševanje do zdaj, koliko imajo ljudje močne, dobre zgodbe, pa bi imeli knjigo, če bi jaz napisala, tudi ta segment, verjamem, da mi ne bo hudega. No. Bravo. Bomo pa omejeni v enem segmentu, ampak ni za to. Jaz vedno rečem, sem tu na svojem seminarju, kjer sem, da zjutraj, ko se zbudim, se zelo velikokrat vprašam, če bi danes lahko delala karkoli na tem svetu, da imam finance, da imam znanje, da imam možnosti, da imam kontakt, vse, lahko delam karkoli na tem svetu. Kaj bi jaz delala? In veš, da je pri meni že leta in leta vedno odgovor, jaz bi pisala knjige, sploh naših močnih podjetnikov, tistih pravih vrednot, ki so štartali z nič, te življenjske čustvene zgodbe, jaz bi to pisala, ampak une knjige, ki zadišijo, in te knjige bi jaz šerila pa promovirala. In to je to. In dokler bom to imela, je vseeno, ali bo umetna inteligenca, ali bo en tret prišel, večji akterji, jaz živim polno. In dokler bo pa še finančno to vzdržno, bomo na tej poti vztrajali. Na koncu Francija, kar reče, matematika pa mora štimati. Jasno. Matematika mora štimati. Bravo. Mislim, tukaj so že dva, ki počneva to, kar naju srčno veseli, ne? In to je res pomembno in to je dober nasvet, ki je lahko dava vsem, ne? Poiščite nekaj, kar bi počeli tudi, če bi imeli vsa denar na svetu, ne? Ali pa nekaj, kar bi počeli, če bi imeli pol leta življenja, torej karkoli takšnega, kar zdaj počnete samo za denar in vas ne izpolnjuje, je izziv, da v resnici ljudje časih tako razmišljajo. Zdaj bom najprej počel nekaj, da bom zaslužil in ko bom zaslužil, bom počel tisto, kar me veseli. In tudi pol ne zaslužijo zaradi tega, ker je to, kar počnejo, jih ne veseli. Ne? Torej, moj nasvet vsakemu našemu tečajniku, ki želi postaviti svoj posel na področju coachinga, je, da izda svojo knjigo. Poleg tega, da rabiš, če sem prav razumel, približno 1500 evrov finančne investicije. Včasih 1000. Včasih 1000 tudi, ja. Kaj še ljudje rabijo? Disciplino, da sedijo zraven, rabijo neko strukturo. Deva še kakšen konkreten nasvet? Da napišejo knjigo. Tako, in izdajo. Veš kaj, mi imamo večino teh, ki so že spisali knjigo. Tako da meni, kdo vpraša, kako napisati knjigo, to je meni tako jasno vprašanje, če ne znaš, mogoče nisi za to. Ne vem, kako napisati knjigo. Sediš pa pišeš knjigo. Vse, kar mi lahko naredimo, je, da ko nekdo spiše, lahko mi strukturo malo bolj dodelamo, uredniško dodelamo, ampak saj nekaj pa mora imeti, da napiše knjigo. No? Drugo je, da nekdo reče, imam samo močno zgodbo, pa si prizna, ne znam pisati. Najem nekoga, ki bo spisal. Vse so tudi novinari slovenski, ki pišejo tako, na tak način knjige. Ne? Saj jaz sem ena izmed mnogih, jaz sem se pač bolj osredotočila na poslovne zgodbe. Tako da so različne poti, zdaj se mi pa pravilno, da znaš sam sebe realno vrednotiti, kje si dober, kje nisi dober, kaj boš uporabljal, kakšna umetna inteligenca, druge pisce, založbe, karkoli, in potem znotraj tega najdeš neko svojo pot, da prideš do tega, kar želiš, pa imeti neka realna pričakovanja. A da smeš še nekaj dopolniti pri temle, kar mi je izjemno všeč, od nekdaj govorim, delaj, kar te veseli, bodi, kar si, delaj, kar te veseli. Ne? Meni je izjemno všeč koncept ikigaja. Poznaš ta japonski ikigai? Zato, ker ko so mene pri mojih 20 na seminarjih so rekli, kaj rada počneš, to moraš početi. Jaz rada v hribe hodim, kako ne od tega živim. Ne? Jaz rada rožice tam rihtam, kako ne od tega živim. In mi kar nekaj ni to skupaj šlo. Nisem verjela v to. Ikigai ima to dober odgovor. 3 stvari se mora poklopiti, da res rečeš, to je to. Eno je, da si res dober v tem, da je nek talent in tu čutiš, velikokrat je tako, da tisto, kar najmanj ceniš pri sebi. Meni napisati je bilo nekaj najbolj simpel, zato ker očitno imam tam neki talent, en drug se pa s tem uči. Drugo je, da imaš s tem nek doprinos svetu, da čutiš to izpopolnjenost dolgoročno. In tudi tle absolutno imam. Tretje pa je, da so ljudje pripravljeni to kupiti. Velikokrat pozabijo to, ker bi vsi bili neki dobrodelni, pa doma neke svoje izdelke se delali, nekaj, ko reče, moram delati to, kar me veseli. Ni dovolj. V tem svetu, kjer mi živimo, moraš pa tudi to zapeljati na način, da bo to nekdo kupil. In zdaj so v knjižnem svetu, bi nekdo rekel, jaz bi najraje samo pisala knjige, sem to meni leseni koči v Kranjski gori in to je to. Ne delam nič, to rada delam, ne? Ampak tu pa moram biti gibljiva, pa prilagodljiva, pa poslovna na drugi strani, da rečem, obožujem knjige, rada pišem,
Zdaj moraš pa ti znotraj branže najti načine, da pa imaš tudi ta del, kaj bodo pripravljeni kupiti, kaj trg potrebuje, kaj bo trg sprejemal. In ko tu sestaviš, po moje lahko pa in delaš, kar te ful veseli, pa hkrati tudi nič ni narobe s tem, tudi finančno udobno živiš. Ne? To je v umetniškem svetu bogokletno reči, ampak zakaj ne bi z umetnostjo, če dodaš malo podjetnih veščin, udobno finančno živel, s tem ni nič narobe. No? Vse si zaslužiš, če dobro delaš. Bravo. Spodbujaš tudi mlade pisatelje, pisateljice. Ja. Dej nam povedati o tem projektu. Torej, mislim, da starost mora biti nekje med 10 in 17 leti. Ne? Ja. Kaj To je počnete? najboljši projekt, kar ga imamo. Daj pa, te pa. Enkrat je prišla, kako je prišlo do tega? Enkrat pride do mene ena punca, 3. razred, črne laske, mi rečemo gajsna. Tako je hodilo. In sem bila na eni šoli, ki masalte delamo, da bi mladim približali pisanje, branje, pa podmoralni 90% stvari gre mimo. No in ta punčka, ko pride do mene, pa me podsuka za hlače. Tako pogledam dol, ne. Prav, a ste vi pisateljica, ki je prišla na šolo? Nekaj vam moram povedati. Sem že vedela, da bo nekaj zanimivega. Ja, to pa ni seksi poklic. In jaz razmišljam, mala ima prav, bolj dinozavrskega skorni, ne? In jo vprašam, kaj pa je seksi poklic? In ona meni reče, influencer, pa youtuber. Pa je 3. razred. In mala mi je dala misliti, kdo je njej 3. razred dal na piedestal ta poklic, da ona reče, to je seksi, ne? In pa jaz začnem razmišljati, a bi se dalo za pisatelja nekaj tazga narediti. Kaj bi mogli mi narediti, da bi pisatelj bil tak seksi poklic, ne? No in iz tega je prišla ideja, naredimo natečaj mladi pisatelj leta, stari 10 do 17 let, napišite knjigo. In vsako leto nam pošljajo knjigo, sem mora biti knjiga, 50 strani, Word, 12 pisava, konkretna knjiga. In vsako leto zberemo najboljšo knjigo in jo mi sfinanciramo, mi jo izdamo, mi jo damo na trg vse naše prodajne kanale in tudi večino zaslužka damo temu avtorju, oziroma zdaj smo imeli same avtorice zmagovalke. In ko ti vidiš, da 13-letnica izda knjigo, ne, kera frajerka na celi šoli, si predstavljaš to. In zdaj mi naredimo velik dogodek, mi jo damo na Radio 1, se tam pogovarja, mi jo damo v medije, mi jo damo v televizijo, a seveda vse dovoljenje staršev, pa tako ne. In ona rata frajerka šole, zvezda šole. In to vemo potem, ko je naslednje leto, to je bila Ula, je bila prvo leto, Ula Bratkovič, Kostanjevica na Krki, naslednje leto smo dobili 6 knjig iz te šole Kostanjevica na Krki. Se pravi, ona res influencala, ne, da so zdaj oni začeli pisati, pa še oni pošiljali druge knjige. Najlepša stvar je bila pa na predstavitvi, jaz tako zadaj sedim in opazujem, pa to je bilo 150 ljudi, to je prišel župnik, to je prišla trgovka, to so vsi prišli Ulo podpreti, ne. In je polno teh sošolcev bralo knjigo. Veš zakaj? In če so oni not omenjeni, pa kdo ti z Gašper zdaj so ugotavljali, ne? In pol jaz gledam, le kaj smo mi naredili in mi smo spodbudili, da mladi berejo. Oni ne da nočejo brati, oni radi berejo, ampak kot vrstnika, ker on govori njihov jezik, ne? On razume, oni se med sabo bolj razumejo. In te knjige so noro brane med najstniki. Tako da, če ima kdo kakega najstnika, dejte mu knjigo iz natečaja Mladi pisatelj leta. To so biseri pisanja slovenske besede. Ta mali pa na nek način jim spremeniš življenje. No, to pa lahko rečemo, da je nekaj neverjetnega. Ula je že to drugo knjigo napisala. Eva Novak je pol drugo leto imela, drugo mesto smo tudi izdali, je že drugo knjigo napisala. Tako da res dodamo pa še malo, jih učimo te številke, malo bilance, prihodki, odhodki, malo nastopanje, malo marketinga, ki bi jim rada pokazala, če to res rad delaš, ne verjeti, da je to lahko neka popoldanska hobi dejavnost, saj lahko iz tega, kaj konkretno narediš, ne. Da se nauči drugih veščin in rabimo naslednje slovenske pisce dobrih slovenskih knjig. No. Kje lahko te knjige naročijo oziroma kupijo? Na naši spletni strani, založba Petka. Jih imate prav vsebe nekje? Ja, vse so isti izgled Mladi pisatelj leta, ja, tako da se takoj vidi, da so. Bravo. Kaj pa je glavni namen fundacije Mesto akrobatov? Ja, to je pa... če rad delaš, kar veliko stvari delaš, ne. Vodim eno fundacijo Mesto akrobatov, to je pa v bistvu izšlo iz tele knjige Akrobati. To je bila to taka dobra poslovna knjiga. In to je Jurek Nes, meni je vzornik podjetništva, to je en tistih, pa jih imamo v Sloveniji kar nekaj takih, ne. Več ko ima, več bi dal ljudem, pa skupnost, pa okolju, pa res taka dobričina. In se v Trbovljah gradi Mesto akrobatov. In to je, evo, knjiga ima moč.
prišlo je iz naslova Akrobati knjiga, not ima video posnetke, da je mladim zanimiva, ne? Da gledajo, kako raketa gre ven, pa kako čez fermo greš, pa to smo malo s QR kodom združili. In pa so mladi začeli hoditi tja pa govoriti, jaz sem tudi akrobat, jaz bi tudi bil akrobat. In pa smo rekli, dobro, če se je prijelo ime akrobat, pa naredimo mesto akrobatov, ne? Lahko bi bil tehnološki park, ampak smo malo mesto akrobatov. No, pol je pa Jure en del družinskega premoženja, tudi več od firme, podjetje Devesoft, soustanovitelj, pa potem še Katapult, kjer pomaga mladim startupom, da razvijajo svoje ideje. Pa kar del premoženja je pa rekel, da želi pa narediti fundacijo, ki pa ima nek pozitiven namen. In se je zbral dva taka plemenita namena. Eno je razvoj Zasavja, ker so tam zelo zaljubljeni v to okolje, drugo je pa razvoj podjetništva Slovenije. In pa znotraj te fundacije delamo razne projekte, da sledijo tema dvema namenoma. Se pravi, ali je nek razvoj samega Zasavja, pa znotraj tega, kaj počnemo, ali pa podjetništvo, pa kot Slovenija celote. Pa imamo zdaj nek projekt, recimo skupaj s predsednico države, ki je, moram izjemno pohvaliti, izjemna podpora temu projektu, dr. Nataša Pirc-Musar, 5 temeljnih vrednot Slovenije, kjer po šolah otroci delajo razne izdelke na temo 5 temeljnih vrednot Slovenije. Pa imamo zgodbe akrobatov z Urošem Slakom, kjer predstavljamo poslovne zgodbe slovenske, tiste, ki so vzorne, se pravi prave vrednote in tako naprej. No, in to fundacijo vodim, ki mi gre malo z roko v roki, no, s tem, kar zagovarjam, pa kar smo. Kako najdeš čas za življenje? Kako dolgo stvari počneš? To je življenje. To je, velikrat mam je taka skrbna, greš kaj na dopust? Ko grem, ko mi čakam. Ja, kaj boš počela? Knjigom pisala. Moj hobi je moja služba je moj hobi in ni lepšega, no. To je tisto, ko enkrat delaš, kar rad delaš, jaz komaj čakam, da grem na dopust, da 2 knjigi spišem, no. Pa nekdo rekel, delaš tam. Ma ne, to je moj hobi, ne. In pol ni ene take tezga menika. Pa res, blazno rada v hribe hodim, ampak spet grem gor, pa razmišljam o knjigi, ne. Torej, karkoli počneš to strastjo in tudi na dopustu, zate je dopust takrat, kar lahko počneš to, kar uživaš. Knjige pišem ponavadi, pa urejam, ja. Takrat se največ knjig uredi na založbi, takrat se največ knjig spiše, ko sem jaz na dopustu. Ja, se moram pa, zdaj pa, da ne bo preveč podcukrano vse skupaj zvenelo, ne. Seveda, ko pa začneš, v začetku sem imela veliko knjig poslov, ki mi niso bili ljubi, ampak sem finančno rabila. Zdaj pa, to sem pa hvaležna vsak dan, da pa zdaj sem v enem času, v enem prostoru, kjer pa tukaj prihaja povpraševanj, da lahko pa zberem tisto, kar mi je ljubo, no. To je zelo lepo, no, če imaš tako. Ne bom rekla, da prideš do tega cilja, ker lahko pride obdobje, kam spet mogla kaj vzeti, kam mi ni ljubo, pa bo treba, da preživi založba. Ampak zaenkrat je kar tako, da lahko kar zberamo, no, koga vzamemo, koga ne. Še enkrat bi rad razumel, kaj mora imeti zgodba, da rečeš ti, to lahko postane knjiga? Ja, to je spet subjektivno, ne. Pri nas v naši založbi gledamo najprej, da je pisanje lepo. To mora biti lepo pisanje, no. Saj nekako zgledno in tako naprej. Drugo je, da ima pozitivno sporočilo. Nekaj iz tega lahko rečeš, tu nekaj pozitivnega damo na trg in lahko zato malo svet lepši, malo klišejsko, no. Ampak to mora imeti v našem primeru. Pri nas je slovenski avtor, slovenska zgodba, resnična zgodba brez AI-ja. To je zagotovo. Potem pa mi, kar lahko pa že mi pomagamo, če že avtor sam nima, moramo imeti neko smiselno strukturo. Se pravi, dobre knjige so tiste, ko se bralec vedno udobno počuti in udobno se počutimo, ko imamo eno strukturo. Uvod, jedro, zaključek se nismo brez veze učili v šoli, ne. Pol mora imeti nek enoten stil čez knjigo, pa te stvari tehnične lahko pa tudi mi že pomagamo dodelovati, no. Pol je pa na koncu pa vsi, ki želijo izdati knjigo, pa so včasih zavrnjeni, je to malo kot tolažba. Ne vzeti zavrnitve tukaj osebno, ker na koncu je največ odvisno od tistega, ki bere. Vi boste dali 10 prebrati, bo jih 5 reklo, da je to vrhunska zgodba, 5 jih bo reklo, da je pa čisto brez veze, da ni za izdati. Tako da pri nas je, mislim, iskreno, če mene osebno se dotakne, in to je veliko odvisno od mene, ne od tistega pisa na drugi strani, bomo to knjigo izdali, ne. In včasih pa kakšna stvar, ki je zelo lepa, močna, pa mogoče ni moje področje, bom zavrnila knjigo, pa bo ena druga založba iz tega naredila knjižno uspešnico. Tako da tisti, ki želijo izdati knjigo, imejte v mislih, da J.K. Rowling je dobila koliko, 10-12 zavrnitev, prej so Harry Potter izdali. Več po moje. Ja, in
Ne, to je subjektivna dejavnost. Mislim, to je umetniška dejavnost. To je veliko odvisno, ali mene prepričate in ne, ali je res knjiga tako zelo dobra za trg. Ne. Čeprav, če bi ti takrat poslala knjigo Harry Potterja, bi jo zavrnila. Jaz bi jo zavrnila, jaz bi jo absolutno zavrnila. Ja. Bi lahko postala milijarderka. Ja. Zavrnila bi. Tako da tisti, ki želijo izdati knjigo na to, trg bo govoril, da se ne splača. Statistika bo rekla brez veze, to je kar nekaj. Zavrnitev bo bilo veliko, ker imamo preprosto teh popraševanj res veliko. Ampak če vse čutiš, to torej začutiš, jaz pa to bi, kaj pa veš, kam te to pele, ne? Če ne bi bilo prve knjige, ne bi bilo druge, ne bi bilo danes 20 ali pa 100. In če čutiš, da bi v Sloveniji resni problem, se najde pot, da prideš do tiste svoje knjige, no. In je vredno poskusiti, vse konc koncev, če knjiga ni dobra, bo povedal trg. Tudi če je dobra, bo povedal na konc trg, ne. In če ni dobra, kaj v najslabšem primeru se zgodi? Tistih 20-30 prodaš, čez en teden pozabijo, ker je tukaj novih, če boš napisal čez 1 leto drugo boljšo, no. Tako da jaz, ko ljudje rečejo, kar vsak bo že pisal knjiga. Moj odgovor je, zakaj pa ne? Kaj pa je narobe s tem? Ja, vsak ima knjigo v sebi. Ja, zakaj pa ne bi? Mislim, to je pa res taka lepa zadeva. Se nobeno ne škodiš, da napišeš eno dobro knjigo. Lahko pa komu pomagaš. Ja, in tudi to, doskrat ljudje nočejo napisati knjige, ker si mislijo, to je že vse napisano, vendar ne skozi oči, ali pa skozi nek model sveta, ali pa skozi neko zgodbo, ki jo ima ta dotična oseba. Tako da vsak ima v sebi zgodbo in vsakega, ki naj od nas posluša, spodbujava, da napiše svojo knjigo. Tako, lahko se dotakne 100 000, kaj pa veš, kam te to odpelje. Rekla si mi že prej, da ti si želiš, da te zgodbe, ki jih izdajate, navdihujejo. Torej, imaš kakšen konkreten cilj? Ko bo nekdo odložil eno izmed knjig, ki jih vi izdate, ali pa tudi tvojo knjigo, mora biti njegovo življenje za odtenek boljše, vsaj tisti moment. Ima nekaj več motivacije, kaj še? Tako, pozitivne občutke. Tako. Vse je zelo enostavno, pozitivno. Ali je to vera, ali je upanje, je to lažba, pozitivne občutke. Ker se imamo to tako popraševanje. Zadnje čase je moderno, zgleda, ker tega veliko dobimo, da pošiljajo knjige, kjer ženske, življenjske zgodbe, slovenski pisatelji, resnične zgodbe, zanimivo, da do zdaj so bile same ženske, bi izdale knjige o bivšem možu. Veš, da tega ne izdam. Veš, da sem zahed, sem pa celo ene parkrat napisala, sem rekla, veste kaj, res je dobra knjiga, jaz vprašam, kaj je pozitivno sporočilo te knjige, ne? Ja, da do druge videle, kaj, dobro. In potem sem se prav malo hecala, malo pa zares, ne? Sem rekla, veste kaj, z veseljem izdamo to knjigo, ker je res dobra, veliko te lahko nauči ta zgodba, ampak jaz bom poklicala še moža, pa še njegovo plat dajmo zraven. A pa bi izdala knjigo, pa verjamem, da bila res dobra knjiga, ne? Da imaš 2 plati, pa pogledaš, pa ni bila še nobena za to. Tako da nekdo, ki samo mora čez enega nekaj pluvati, pa nekdo, ki bi samo malo jamro, kako je grozno in sistem in zdravstvo in zakaj bi to širil med ljudi? Osnovno načelo je, kaj želiš širiti, da bo za odtenek boljše nekomu, ne? Vse je čisto enostavno merilo. Če bi zdaj izdala knjigo o tvoji trenutni življenjski zgodbi, kakšen bi bil naslov? Življenje je lepo. Življenje je vredno živeti, življenje je lepo. Mislim, zdaj, da ne bo to pocukrano, ne. Sej pridejo dnevi, ki bi se skupaj čez okno, pa pridejo dnevi, ki sem res žalostna, pa meni včasih ta hinavska prijateljica še malo spet zajame, ne, začutim, spet je tle. Ampak ne govorim o tem, da si skozi vesel, to ne govorim o tem, ampak ko gledaš tako celostno, dan za dnem, je polno lepo, bogato življenje, no. To želim. In vsakem dnevu najdem veliko lepega, tudi če je težek dan, znam najdeti lep sončni zahod, no. Kar včasih ob moji zgodbi tega ni bilo, ne. Jaz sem se zbudila z mislijo, da je življenje trpljenje in je muka preživeti iz dneva v dan. In zdaj, ko imam to za primerjavo, mogoče nekdo je štartal iz tukaj in zdaj malo boljš, pa reče, se fajn, ne. Sem štartala iz tukaj, da je vse bilo grozno, pa sebe ne prenesem, pa sem zdaj na isti poziciji kot on, ampak meni je tako fajn, ne. Zato je mogoče doprinos težkih zgodb je, da življenje na ravnovesje, ne, kakor imaš v ekstrem eno, imaš sigurno potencial za ekstrem tudi za drugo platno, da uravnovesiš. Mislim, se mi zdi, da je to res lepo sporočilo vsem, ki naj danes poslušajo, ne. Življenje je lepo. Življenje je lepo. Si ga pa naredimo si ga lahko lepega, ne. Kljub težkim preizkušnjam, kljub bolečinam, kljub izgubam, je še vedno lepo. Dajte si narediti lepo življenje. Tako. Je recept za to, da si reka, kaj že? Delaš to, kar te veseli, iščeš neke dobre, pozitivne zgodbe, bereš
knjige, ki jih vaša založba izdaja, ki so navdihujoče. Še kakšen dober recept? Hodiš v hribe, v naravo? Absolutno. Pa sej, če bo enostavno, daj fokus, energijo tja, kar želiš, da raste. Če daš energijo, to se me ti uči stalno. Če daš energijo v rešitve, tudi če ne veš, kaj je rešitev, daš pa pravo vprašanje. Ne? In kamor daješ energijo, to je zakon narave, zakon fizike, to ni nekaj, da rečeš verjamem, ne verjamem. Pač daj energijo tisto, kar želiš, da raste. Ne? Kar je včasih velik izziv, ko si na dnu, takrat ti pomagajo kakšne tehnike, kakšne knjige, ampak celoti pa jaz imam vsak dan par resnic, ko mi je ena šlogarca dala, pa jih bom še zdaj napisala na steni. Ena je ravno to, kamor daješ energijo, tisto raste, drugo je življenje ravnovesje, zato tega zavedaš, ko si navzgor in tudi, ko si navzdol, ne, v obeh primerih, pa tudi, da sam iščeš to ravnovesje. Tretje, tam na napisu je svoje kvalitete daj na plano, ne skrivati, pa ne sem govoriti, kako si slab, pa nekaj moš kar dati na plano. Pa eno je, bodi dober, delaj dobro. Ne? Bravo. In če se po moje, vsak dan se trudim malo temu slediti in čas rata, čas ne rata, ampak upam, da dolgoročno gremo po pravi poti. A smem še eno dodati, ker pa nimam napisano. Absolutno. To pa čutim, pa založbi to čutim, pa pri tem natečaju mladi pisatelji leta. Ljudje so to govorili, pa nisem čisto sprejela, zdaj pa vedno bolj čutim. Ko drugega usrečaš, nekaj je na tem, ko drugemu nekaj omogočaš, kar mogoče sam ne more, ne, ma nekaj je na tem, da vse čutiš večje zadovoljstvo, kot takrat, ko si vse pomogočil, evo, v mojem primeru izdati knjigo. Tako da iščete v svoji branži, v tem, kar ste, kar imate, kako že drugemu pomaga do tega prideti, pa to je neverjetno zadovoljstvo, no, ko to spremljaš, sploh te mlade, no, kaj pa se razvijajo. Tako da to je pa lepo. Bravo. Torej, ko se nekomu nasmehniš, se tudi sam nasmehneš nazaj. In ta oseba se ti nasmehne nazaj, je to dober občutek. Ne? Ja. In kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bilo dobro, da ti ga postavim? Še pa. Ja. Lahko nekaj zabavnega poveva. Mislim, zabavnega. Ko sem te prvič videla, si mi šel grozno na živce. Evo, to bo tisto, kako ne soditi ljudi. In midva sva se spoznala 10 let nazaj, ko je eno podjetje naju oba poslalo v Šanghaj predavati na Kitajskem na enem velikem dogodku. Ne? Takrat so odkupili avtorske pravice na enih knjig. In takrat so me v podjetju vprašali, če lahko dajo enak let, ne, da smo na istem letalu do Šanghaja. Edina 2 Slovenca sva bila. In jaz sem rekla, absolutno ne. To je NLP-jevc pa hipnoza, kar vidim, kako mi bo uni trike tako le delal, ne. Une klasične NLP-jevske pa vleko mizo, pa kama ni šansov z NLP-jevcem, jaz tam celo pot, je bilo 24 ur vožnje, ne bom jaz z njemu, ne. Vova v Šanghaju se pa spoznava, ne. Ne vem, kako je bilo, meni se zdi, da sva imela en teden tuk smeha, tuk sva se fajn imela, tuk mi je bilo dobro, jaz ne vem, kaj brez tebe tam zgubljeno v Šanghaju, mi da so se tuk presmejala. In bila je ena taka zgodba, sem rekla, Petra, 10 let nazaj, ne sodi. Jaz sem avtomatsko rekla, če NLP-jevc je tak, ne. In sem rekla, Šinigoj, Italija je pa, taj pa nekaj posebnega, taj pa fajn. Pa je glih tako NLP-jevc, ampak si me naučil, da ne sodi vnaprej, najprej spoznaj človeka, pa poslušaj, kaj ti ima za predatno. Bravo. Mislim, čudovito sporočilo. Ne sodite človeka že vnaprej. Ne sodite vnaprej. Bravo. Kaj bi bila tvoja zaključna misel? Imaš kakšno zaključno misel? Bodi, kar si, delaj, kar te veseli, enostavno reči, teži temu slediti iz dneva v dan. Pa, berite knjige, kupujte knjige. Dokler boste vi kupovali, pa brali bomo mi, pisali, pa imeli kaj za početi. Odlično. Petra Škarja, hvala lepa za ta pogovor. Hvala tebi, Aleksandar. V primeru, da vam je vsebina tega podcasta všeč, vas vabim, da se brezplačno naročite na naš YouTube kanal, komentirajte, všečkajte in tudi delite te vsebine z ljudmi, ki jim lahko te vsebine oziroma ta vsebina koristi.